Ful ti hvala, ker si se ponovno odzval. Jaz nisem nič hotel spraševati, no vse, ampak ti, mislim, tema pa tako, ker ne bi se rad ponavljal na ful. No, po moje se ne bo, ker ne vem, koliko sva se o teh stvarih pogovarjala, o katerih si pisal. Mislim, da sem v meditaciji so nekaj takrat rekla, no, ampak dober je. Ja. No, sej. Ja. Mogoče... Veš, se ne vem, to bilo dobro povedati. Ne. Veš, zdaj, ker prvi odzivi prihajajo, zdaj mi pišejo ženske in so čisto šokirani, moški pišejo o čustvih. To so da prvi maili, ki jih dobijo. Veš, ko, ampak je to vreden razmislek. Veš, ko očitno ženske pojmujejo moške. Ne? Čakmo, pišejo o čustvih. Veš, beli slon. Veš, ko, jaz sem tukaj doskrat tudi o čustvih, ki govorimo, ne? In dobim isti ta odziv. Ne? Ja, smešno. Ampak malo razumem, ne vem, koliko je... Vse to sem glih zadnje dneve razmišljal, pa me zanima tvoje mnenje. Sigurno je dobro govoriti o čustvih. Ampak kot moški obstaja nek balans tega, tudi po moje, tako kot obstaja vsega. Vse obstaja. Ker če imamo moške, ki pa vsako čustvo svoji partnerki izlije z solzami vsak dan. Ne, veš kaj, nekaj tle je pač ta patriarhalno, ne, a veš, nek je patriarhalno, a veš, nek stereotip, kako se moški mora obnašati, ne, in tle ni čustvo. Kar je pa zelo zanimivo, veš, če ti bereš te kronike kralja Arturja, pa tako naprej, ne, oni izlivajo čustva abnormalno, jočejo, ampak samo drugemu, a veš, moški moškemu, a veš, totalno, ne, a veš, ne, ženske tam nijah, ne, v principu, ne, a veš. Drugo je pa nekaj, rečemo temu, razredna pripadnost, koliko se kažejo čustva. Jaz ne bom nikoli pozabil intervjuja, pa ne vem s kom, ampak bral sem ga pa v Sunday Timesu, ne. Nek angleški plemič je prepovedoval, njegov brat mlad, umrl, kap, pri kosilu, sem padel, je mrtev, ne. In ona mama je tako pogledala, šla do telefona, poklicala reševalce, rekla, my son is dead, please come and pick him up. Paf. In to je bilo to, kar so govorili o smrti sina, ne, a veš, noro, ne. Se pravi, razredna pripadnost. Tretje pa nekaj, kar je pa spet treba povedati, ne. Da, načeloma smo mi narejeni, da bili radi usklajeni s svojo okolico, ne, a veš, svojo družbo, ne, ki je okoli nas. In če se mi slabo počutimo, bi v bistvu radi, da se to okoli nas tudi zelo slabo počutijo. To je res, ja. A veš? In to je prva stvar, ki v življenju se moramo naučiti to premagati. Da če sem jaz v buli, ni treba, da se oni okoli mene v buli. A veš? Se jih nezavedno okužujemo, a veš? Se ne moreš biti tam en uničen, žalosten, ne moreš ti zraven zdaj plesati pa rajati, ne? Razen čas pač psihopat, ampak, a veš, ne. In to, veš, to se mi pa meni zdi zanimivo, to pa je po moje dejansko neka odgovornost vsakega človeka, da se zave, čakmo, pa zakaj jaz hočem, a veš, zdaj toliko širiti to okolje, ker sta v bistvu dve možnosti, da ti drugi pomagajo zlezeš iz lukne, ali pa ti, da storiš vse, da une druge nazaj v lukno vlačaš, ne, a veš. Mogoče je tukaj en problemček, itak, ki se bo verjetno strinjala, ne, da ko si ti v slabem stanju, si ponovadi, mogoče vzrok in posledica to, si fokusiran nase. Zmeram, ja. A ne, se pravi, vzrok za slabo stanje je prevelika fokusiranost nase v nekih aspektih, a ne, in posledično, ko si tam, si spet fokusiran nase, zato ker rečeš, jaz imam probleme in drugih mogoče sploh ne vidiš in zato delaš mogoče manj moralne akcije za druge, ker ti ne vidiš, nimaš tega zavedanja, kaj sploh počneš, ne? Ti si v izredno slabem stanju in moraš nekako to rešiti. No, v afektu si, skratka v drami si in potem ti širiš to dramo na okolje. Tako. Kako to presekati? Ja, a veš kaj, jaz prva stvar, jaz tle v tej knjigi osebno dejansko problem, kdaj sem jaz začel o tem res razmišljati, ne, a veš. Bili smo na neki podelitvi neke nagrade in smo čakali razglasitev zmagovalca, ne, a veš, in gostili so nas totalno, veš, samo pokazal si tam, ne vem, kva bi jedel, kva bi pil, a veš, oni na takeri so prinašali. In tako nasprot mene, kot ti zdaj sediš, ne, je sedel nek pisateljski kolega in potem se ga jaz začnem gledati v oči in vidim, veš, čist poten je ratov, oči steklene
In jaz mislim, da ali ga bo srce zdaj, ali pa še bolje pokazal, veš, nek strašno močen paničen napad, ne, a veš, zdaj ga bo odpikal totalno, ne, a veš. In on nenadoma, veš, tako pogleda naokol, tako išče rešitev, gleda naokol in potem zagleda tam neke steklenice, bar seveda, in gre in razbija, in potem priletijo varnostniki in ga on se začne tep z njimi in potem se mlatijo in ga zbrcajo na tla in enkrat, veš, od udarca se njegov obraz obrne in je totalno spokojen, veš, iz unih batin, ne, iz unih rok pa nog se tolčejo, spokojen obraz, ne. Veš, in to je mene toliko šokiralo, bil sem stano 31 in toliko me je šokiralo, da sem se prvič v življenju vprašal, čakaj, ko pa sem jaz zdaj to gledal. Veš, pazi, imaš človeka v raju, v narekovajih, ampak, veš, super je. In objektivno, ja. Ja, in ne zdržiš raja. Veš, moraš povzročiti peko, moraš povzročiti dramo. Potem sem šel v knjižnico, prebral se knjige tega pisatelja in gotovo, da ima neko otroštvo, kjer so ga doma pretepali, oče ga je mlatil. In potem sem jaz prišel do prve ugotovitve, ki jo pa še danes podpišem, po vsem, kar sem preštudiral kasneje. Da v otroštvu si možgani preprosto zabeležijo stanje naših kemikalij. In rečejo, to je normalno. In če si poln adrenalina in ne vem česa in batin in ne vem česa, normalno. Klak. Ja, in potem se cel življenje vračaš k tej normali. A veš? In sam to se je po moja razlaga, to je seveda moja interpretacija, to se je zgodilo tam, ti bi bil v raju in nisi vedel, kako obnašati. Veš, možgani so bili v situaciji, ki niso obladovali, niso bili navajeni in se jim je bledal. A veš? In to je nek nauk, kar je zelo težko doumeti, jaz sem blazno rabo. Tako ljudje rečemo, se navada slabega, pa se sprijazneš, pa je v redu. Ampak dobrega se moraš navaditi. In če nisi navajen, je ista kriza, kot za slabo. A veš, to je tako šokantno. No in takrat, po tem dogodku, sem se jaz prvič vprašal, če so njega programirali na to, ko so pa mene sprogramirali. In v bistvu ta knjiga je nek način iskanja tega odgovora. Veš kaj, ful mi je bilo dobro, ker si se na Facebooku videl ali pa na LinkedInu, mislim, da je bil isti post. Si nek tak listek napisal. Ja, No, to je bila ena zelo dobra, mislim, zelo je moje zanimanje vzbudil, zato ker sem sam tudi malo podoben, se pravi, imamo ogromno orodij za izboljšanje našega notranjega stanja, ali pa ogromno idej obstaja v svetu. Eni ljudje imajo take ideje, druge ideje, to bi mogel ti, ne. In to me je zelo privlačilo, ker si rekel, začel sem si zapisovati, kaj so mi svetovali ostali, in pa sem šel po vrsti vse pač narediti. In takrat sem se odločil, da te še enkrat povabil, ker imamo po moje dosti skupnih stvari, takrat smo se že o vipassani pogovarjala, pa o meditaciji, pa si šel v te psihedelične vode, to je meni tudi zelo zanimivo. Pa sem rekel, greva se malo pogovoriti o tej knjigi, kako je prišlo do nje, malo si že nakazal, kako si se lotil v bistvu pisanja, pa kako si se lotil tega raziskovanja teh idej samopomoči. Veš kaj, zdaj osnovno, mislim, da, veš, prvo, kar je po mojem res treba reči, je to, da bil jaz zelo vesel, če bi neko čudežna metoda ali pa čudežno zdravilo obstajalo. Ali za vse ljudi? Ma ja. Kaj po moje za tebe obstaja neko čudežno, sam jo treba najti. Jaz mislim pa, da ne, veš, ne. Ampak, tako se upanje ostaja, ampak jaz mislim, da ni čudežnega zdravila. Ker v bistvu je tako, ne, a veš, nisem jaz gamer, pa ne poznam njih igrc, ampak logika je pa ta, da ti napreduješ iz nivoja v nivo, a veš. In to je posneto od življenja dejansko, ne, a veš. V življenju pač treba prepotovati določene nivoje, a veš. Takoj, ko te nekje ustavijo, zablokirajo, to v otroštvu te ponavadi res drugi, ne. Kasneje se pa lahko sam pač zablokiraš, ne, a veš, potem nekje obtičiš in nivo tvoje nesreče in vsega raste, ne. To je zdaj govorim o osebi, ne. Zmeraj so pa tudi zunanje okoliščine, veš, če je vojna ali pa ne vem kaj, ali pa ne vem, če si rojen, zelo reven, je tudi hodič, ne, a veš, osebnost narasti pa, a veš, tam zbrskaš krug za da boš dobil za krug za otroka, a veš, to nagre v resnici skupaj. Ampak, če imaš te osnovne materialne potrebe zadovoljene, a veš, ne, v principu, da imaš kje spati, pa stanovane, pa da je
Poj pa dejansko, veš, poj pa dejansko meni zelo zanimivo, poj pa dejansko, ok, se imaš te, seveda so, veš, razdelali te neke, te stopnje, ne, ta Erikson, psiholog, ki je to blazno razdelal, veš, pa imaš njegove stopnje, ki jih zdaj ne vem na pamet. Ampak zmeraj pa lahko, še mi smo se v šoli že učili takrat o tej piramidi Maslova, veš, da najprej imaš te materialne potrebe, potem greš pa naprej gor, ne, veš. In na koncu modrost in veš, samo aktualizacija. Ja, in ugled in vse te stvari, ki pridejo. In na to pot se dejansko treba odpraviti, no, a veš, na nek način. Mislim, treba se je, no. Ker sploh nimaš izbire, verjetno. Ja, a veš kva, ker na neki točki, če se probaš ne potvati, una muka in boj za ostati na mestu postane toliko močan, da te uničuje, a veš, ne. Si veš, je pa zanimivo, ne, recimo, koliko naša kultura, recimo, ko se spomnim neki intervjujev vpraša, kakšne pisatelji, kaj je za vas idealna ljubezen, in potem reče, to sta bila pa dva moja sošolca iz vrtca, ki sta se v vrtcu prijela za roke in potem sta se cel življenje živela v isti sobi in se držala za roke in umrla isti dan. Ne. A veš, ampak to sta dva prestrašena človeka, a veš, ki sta se sprijela in nista potvala, a veš, v smislu sta zamrznila. A sem že predolg v odgovoru? Nisi predolg. Je, pa sem tukaj bil, nekaj bi še pojavil, kar je tudi Erich Fromm je lepo napisal, da na neki točki tega potovanja se pa treba odločiti, a greš v smer imeti ali pa biti. A veš. In imeti pač pomeni, poznam, moja generacija, ne, veš, se dobimo, ne vem, nekje in on začne kazati, evo, tle imam, veš, prvi vikend, pa drugi, pa tretji, pa jahta, pa to, ne, veš. In je pač skrajeno v imeti, imam to, pa kar se ni nič narobe. Tukaj svojo vrednost dobivam, ne? Ja, iz predmetov, ki jih posedujem, a veš, dobivam svojo vrednost, ne. Druga pot je pa, a veš, biti, a veš, če ti treniraš leta in leta karate, pa si poj mojster in to si, a veš, če se greš učiti tuj jezik, a veš, no, in govoriš francosko, ne vem, si to, pač francosko govoreči človek, ne. A veš, in to v življenju sklajevati je pa se mi zdi, saj v zahodni civilizaciji, a veš, ko vsa temelji na biti, pa še to kupite, pa še to kupite, pa še to kupite. Imeti. No, oprosti, imeti, hvala ti, ja. A veš, je težko, ne, da si rečeš, pa dobro, se naraven tega predmeta, raje se grem na plesni tečaj, a veš, da nekaj, ali pa grem nekaj študirati, ali pa nekaj, a veš, to je zelo težko, no. In meni smešno, že dan sem zapeljal po cesti in tako smešno. Veš, tako so bili džambati in prvi bil, ne vem, če kupite to, bo sreča. Veš, drug ti, če kupim un, bo zadovoljstvo, tretja bo varnost, veš, tako. To so same v biti stvari, ki so biti, a veš, ali si zadovoljen, srečen, varen, kupiti pa tega ne moreš, ne. Ja, verjetno so spoznali, da če nam tako plasirajo, da je večji efekt, a ne, sej... Ker si želimo, a ne, a veš, želimo si biti, v resnici pa pomešamo z imeti, ne. Ja. Jaz to dostikrat rečem, ne, da tudi, ko imam predavanja na temo uporabniške izkušnje, ne, da v bistvu prodaja se sreča, ne. Ja. V bistvu zares pa prodajajo užitek. Ja. In to dvoje imamo nekako pomešano, ne. Ja. Se pravi, povsod je tako, kot se rekel, boste srečni, happy meal, happy hour. Dost v marketingu je happy. Srečni ljudje so v reklami za Coca-Colo. Ampak to je čisti užitek, ne? To je dopamin. Ne? In pol imamo, tako kot se rekel, zahodna družba, veliko stvari pomešanih, ki pa mora po moje posameznik svoje življenje v svoje roke vzeti, definirati, kaj vse mu je bilo čez life plasiran, pa iti po tej poti, ne? Z nekim pogumom. In tukaj ti ne bo družba pomagala, vključno s samo pomočjo, ki ti dajo knjige. Ne, to je boj proti družbi, pazi. Antropologija, povprečno ameriško gospodinjstvo ima 300,000 predmetov, a veš, povprečno evropsko 30,000, a veš, smo še 10krat zadaj, ne. In če pa pogledaš indekse sreče, pa Amerikanci niso zdaj 10krat bolj srečni, veš, niso, to ne zdaj rečem. Ja. To je res, ja, to je res. Sej, če gremo čist nazaj, ne, kako je živel nek človek v jami, ali pa greva recimo 50,000 let nazaj, ne, drastično manj je imel, kakor mi. A ne? Ampak vemo, da ni bil toliko milijonkrat
bolj srečen. Bolj nesrečen kot mi. Ja. Mi imamo milijonkrat več stvari. Veš kaj, se nam apera čist. Jaz ne bi šel k zobarju nazaj v jamo. Je lepo, da jih imamo, pa zdravnike tudi v glavi. Ampak ni pa treba toliko daleč nazaj jeti. Veš, obstajajo ta poročila o teh ljudeh, recimo se veš, kavboji indijanci, in pa so indijanci ugrabili enega otroka, in so ga oni vzgajali, recimo, veš, če so ga pač pustili živeti, so ga oni vzgajali. In pa so ga, ne vem, te belci, pač kavbojci so ga rešili, veš. In dosto teh se je vrnili nazaj. In razlog so navajali to, da so pogrešali skupnost, veš, skupnost, povezanost, da so verili, če frka, da se imajo na koga nasloniti, veš. In tudi to, veš, da so dosta teh plemen je bilo dejansko tako funkcionirali, da so se, ne vem, enkrat na teden ljudje zbrali in so pomenili, kaj koga teži in kaj bi rad in tako naprej. In to so bili te osvajalci belski, zmerno toliko šokiran, koliko bolj se znajo izražati, veš, te indijanci v smislu, kva ima on rad, kaj pa ne. Ker mi dejansko nismo, veš, vzgojeni v principu, da bi povedal, kaj, veš, ne, da bi, je težko najdeti, veš, to svojo željo. Dejansko, ker ti jih stalno vsiljujejo, pa sam si omenil ta propaganda, veš, želi si to, želi si un. Jaz se spomnim, mislim, moraš imeti to, da boš. In je meni tako smešno, veš, mislim, da je eno od oglasov za iPhone, ne vem, kjer verzijo je bil, da ko ga boste nabavili, boste pa postali individualni, a veš, ti boš našel svojo individualnost. Veš to, in to za izdelke, ki jih morajo prodati ne vem koliko milijonov, a veš, da je to komercialno uspešno, a veš, kot da bi delili milijone individualnosti. To ne gre skupaj. Ja, se mi zdi, da jaz vedno nočem pač odgovornosti dajati na družbo. Je, kakršna pač je. Živim v njej, ne? In ima svoje probleme pa patologije, ne? Ki vplivajo na posameznike. Ker klej je res treba nek balans najdeti, ne? Definirati, kaj dobimo iz družbe, potem pa vso odgovornost prevzeti za svoje stanje. Ne? In tle so te nategnili. No, povej mi. Jaz sem toliko star, se spomnim, veš, časa, pač takrat v Jugoslaviji, da je bila za vse kriva družba, a veš. Za vse je bila kriva družba. Komunisti. Komunisti so krivi. Danes nimaš tazga občutka v ljudeh, ne. Najbolj prodajana, o tem sem že govoril, pa ne bi se rad blazno ponavljal, ampak najbolj prodajana knjiga Samostojne Slovenije, se pravi 30 let je na lestvici, a veš, je Louisa Hay afirmacije, greš pred ogledalo in rečeš, bogata sem, srečna. Življenje je tvoje, ali nekaj tazga. Ja, a veš, ne. A veš, kar pomeni, da si nenadoma za vse prevzel krivdo, veš, a veš, nisi bogat, ja, ko pa ni šel pred ogledalo pa govoril, a veš, bogata sem, v knjigi je v ženski obliki, no, a veš, ampak a veš, in če si ti prevzel za vse to odgovornost, nisi se dost močen želel, ne, a veš. Absolutno narobe, mislim narobe neoptimalno. Ja, ampak, a veš, obstajajo pa dejansko okoliščine, ki so slabe, ne. A veš, obstajajo slabe službe, strupena okolja, a razumeš? In potem te dejansko učijo in ti svetujejo jogo, pa meditacijo, pa tek, zato da boš ti lahko prenesel to slabo okolje. Ne. Največja težava se mi zdi za posameznika danes je ugotoviti, kdaj je okolj strup in kdaj je v tebi strup in to ločati. Ker pa si šele lahko pomagaš. Če ugotoviš, da so okoli tebe res strupeni odnosi, a veš, pa moraš prekiniti, pa makar s svojimi starši, no, kolikor je to grozno. Ja, sej klele bova šla na področje, ki je zelo subtilno, pa treba ga je mal razdelati. In previdno se lotiti, ne, v principu. Mogoče, ne, veliko stvari bova itak zajebala, ko govoriva, to je pač narava govora, ampak jaz, ker recimo, ko sem to rekel, ne, da sprejemeš soodgovornost, ta primer mi je dober, nisem bogat. Okay. Nisem bogat in si rekel, potem ljudje prevzemajo krivdo nase, da niso bogati, čeprav živijo v neoptimalnem okolju, ki ne podpira tega. Ja. Ne? Absolutno se strinjam, ampak tukaj je treba ločiti, po mojem mnenju, krivdo pa odgovornost. Okay. Ker to je čist različna kategorija notranjega stanja, bi jaz rekel. Ne? Kaj mislim kot odgovornost? Ti moraš odgovornost prevzeti za svoje počutje ob tem, da nisi bogat. Ne, da nisi bogat. Jaz ne pravim, da ti moraš biti bogat, ampak če si ti slabo počutiš,
ker imaš neko idejo, kje bi ti mogel biti, kje pa si in tole razliko plačuješ z neko bolečino, kdo bo to odgovornost prevzel kot ti? Jaz ne vidim kaj izhoda dobrega, če rečemo, moja mama, Janša. Razumem te. Ja. Ampak veš, so pa tudi objektivne okoliščine. Jaz ne vem, zakaj sem se zdaj spomnil mislim, da je Abigail Disney, ta potomka Walta Disneyja, ki je enkrat javno, mislim, da v Financial Times izjavila, pa čakajte, kva se vi greste v tej korporaciji njenega detka ali pradetka, kjer ima, ne vem, en tam za šalterjev dobi na dan, ne vem koliko, mislim, da imajo recimo $100 na dan je plačan, ne, a veš. Direktor je pa $200,000 na dan plačan, a veš. In zdaj, kaj bo midva, da sta obedva morata biti enako zadovoljna, ali kaj, pa enako srečna. A veš, zdaj mora za $100 na dan jeti še meditirati, ali kaj, ne more. Mislim, da 40% zaposlenih pa Amazonu mora delati še popoldne, oziroma 40% jih dobiva bone od države, a veš, za hrano. Ker so tako slabo plačani. In zdaj ne on še meditira, da bo zadovoljen. Ne, jaz to tudi v knjigi rečem. Meni se na neki točki ta meditacija lih za to upre, ti skozi ponavljaš, vse gre skozi tebe. Super je meditacija in vsak mu jo priporočam. Ampak je pa spet treba ločiti, a veš, točno ta družbeni vpliv, ne, a veš. Ker in če še nekaj dodam, nekaj, kar se ne ve, ena od najmanj mobilnih družb na svetu je točno Amerika. Ne? In zato ti vsak primer enega od milijon, a veš, napihnejo blazno, temu je pa ratal, ne, a veš. Absolutno, ja, se strinjam. A veš, in tle dejansko, a veš, in pazi, kdo najdražji plačuje vse izdelke? Bolj si reven, dražji vse plačuješ. A veš, ker nimaš že to. Ok, zdaj glup primer. Makaroni, navadni, italijanski, so pri nas skoraj €3 škatla. Se odpeleš kaj čez mejo, 80 centov sem dal, za iste makarone. Ok. Ampak to pomeni, da sem jaz toliko bogatejši, da se lahko usedem v avto in se odpeljem nekam na shopping. Če si res reven, ne moreš tega narediti. Boš tle kupil po €3. In si plačal... Več možnosti imaš, ne? Ja. In dajo ti kredite ugodne in dajo ti 100 stvari ti dajo, a veš, če si totalno reven, ne dobiš kredita. Dobro, v Sloveniji tudi, če imaš SP-ga, ne dobiš, kar je neverjetno, ampak ja, ok. In, veš, in je nenadoma vse je totalno dražje. In potem se zgodi nekaj drugega, kar je zelo zanimivo. A veš, pa je reče, ja, podinteligenten je pa je reven, ne, a veš, eno teh izgovorov. In a veš, kaj je najbolj neverjetno, ko so raziskave delali, se dejansko pokaže, da je nižja inteligenca, če si finančno v boli. Zakaj? Ker ti možgani neprestano vrtijo, ko bom plačal položnice, ko bom plačal elektriko, kje bom za kruh dobil. A veš, in naši možgani lahko handlajo v kratkoročnem spominu od 5 do 7 stvari. In če so ena položnice, pa elektrika, pa ne vem, a veš, hrana za otroke, pa nimaš časa razmišljati o konceptu duhovnosti, pa ne vem česa. Mi to pa to greva, v super smer greva. Ne, to mi je ful dobro. To meni tudi, ne. Ker verjetno imava iste poglede, zato ker jaz podpišem vse, kar ti vedno rečeš, ampak jaz govorim nekaj drugega, ne. Zdaj te bom rajš vprašal. Dej. Nek posameznik, ki je v buli po svojem videnju, ali pa videnju tudi širše družbe, kaj je najboljša stvar, da takrat naredi? Evo. Mislim, zdaj, kakšna je ta bula, a veš, najtežji, takoj se je treba lotati realne ocene, a veš, kje smo, ne. A veš, ker, mislim, ko sem jaz objavil recimo knjigo o otroštvu, v kateri sem se že lotil svojega otroštva, ne, mi je enkrat prestopila, a veš, neka gospa, težko otroštvo si mu in rekla, kakšnega sem šele jaz imela, ne. Mi smo šli na morje, smo se mazali z olivnim oljem, ne, a veš. In pa jaz mislim, čakaj, pa se to je kao bio-eko, jaz sem mazal, ne. Pa na morje so šli, jaz morje nisem videl, a veš, ne. Mislim, a veš, kar pomeni, da se ona slabo počuti, a ne. Čeprav očitno objektivno so šli na morje in vse, a veš. In to dejstvo to je zelo težko, no. To je dejansko težko, stik z realnostjo, no. Veš, to je največja borba, no. To sem jaz že ugotovil
Mislim, kot otrok, no, tudi v tej knjigi osebno jaz o tem govorim. Jaz sem gor rasel pri stari mami, veš, ki skozi videla neke angele, pa hudiče, pa duše, pa vsi so se nekaj sprehajali, jaz pa nisem nič videl, ne, a veš. In potem me smatralo... A si počutil manj vrednega? Ja, prvič to, drugič me pa smatralo za prikrajšanega. Ja. Malo kratek, ne kvačmo zdaj. Jaz potem gleda. Moram drugače gledati, moram bolj truditi se. Ja. In potem sem že razvil prav neke metode ugotavljanja, realnosti. A je tam kaj ali ni tam nič, prav tako. In potem pa moja mama pač imela nekega moškega, ga je v bistvu skrivala. Jaz sem ga videl, ona pa, ne, ben ga ni bilo, In zdaj, to je bilo pa obratno. Imaš to kombinacijo, da sem jaz tako, da psihično preživim, so moji možgani rabili to, da mu stik z realnosti. Kaj zdaj, kje je tam? Un moški, če se on mene lahko dotakne, ali pa se jaz tam je. Tle se jaz ne morem dotakniti v duše. Se pravi, na svoja čutila si se oprl in to si rekel, to je realnost. Ja, in zato tudi jaz zmeram, tudi pa, sem pisal kolumne, že zmeram zraven vire navajam, grem zmeram gledati podatke, v principu. Mislim, da bi dejansko, da bi bil, zato je bilo meni tako težko jeti na psihedelične droge, ker tam pa gremo v subjektivno. Kako si pa vedel, da ti bo težko biti tam? Ne, meni je bilo samo zelo strah, mislim. Ne, to nič ne je lukovo, ampak strah me je bilo pa totalno, se to opisujem v knjigi. Zgube stika z realnostjo. Jaz sem otroštvo preživel zato, ker sem nekako hranil vse ta stik z realnostjo, kaj, kdo, kje. Ne, ampak sej, če sva prej rekla, to me ful zanima, ne? To, kar sem zaznal v svojimi čutili, če se me on dotaknil, če sem jaz njega videl, to je Mihina realnost. Ja. Okay. Zdaj pa greš na psihedelike. In vidiš. Ja, kaj je zdaj realnost? Dotakniti se pa ne moreš. Zakaj ne? Ja, lahko imaš občutek dotika. No. Vse imaš lahko imaš vse, res je. Zato sem se tako bal. Ja, a veš, mi da greva zdaj ta filozofska vprašanja. Dejansko je res, ne, da to so že filozofi šli skozi zgodovino, da mi pač ne moramo zaupati našim lastnim čutilom. Strinjam se. Ampak... Zdaj to vprašanje je, kaj je realnost? To je vprašanje. S tem pa, da jaz sem se pa ne strinjam s tem, ki je bilo v 70-ih blazno moderni, da realnost sploh ne obstaja, da vsak od nas ima svojo subjektivno. Ne, mi imamo svoje razlage realnosti, ampak realnost obstaja. In zdaj jaz ne vem, kjer eno angleški pisatelj ima točno to debato z enim kolegom, zdaj sem Johnson, zdaj ne vem, kjer, 18. stoletje ali kaj. A veš, in se je toliko razpenil, da je brcnil en kamen in rekel, boli, torej obstaja, ne, a veš. In potem se mu je noga vnela, ki je premočno brco je dobil gangreno in umrl. No. Realnost nedvomno obstaja, kar je ubila tega človeka. Absolutno. Ampak mogoče sem jaz v tem kampu, ker pravim, da ne vem, kako bi lahko mi rekli, da obstaja objektivna realnost, ker... Ja. A veš kaj, na nivo, a veš kaj, pa izmerno ven potegnejo to fiziko mikro teh delcev in ne vem česa, kjer je teh valovanj in vsega tega, kjer je res, to greš brati in je neverjetno. Ne? In je absolutno jasno, a veš, absolutno je jasno, da so naši možgani in verjetno tudi vseh živali pač tako razviti, a veš, da iz te konfuzije nekih valovanj ustvarijo neko, a veš, neko realnost. Okay. Absolutno, ja. A je optimizirana živo bitje, da vidi realnost, ali je optimizirano za preživetje? Optimizirano za preživetje. In zato mora videti realnost. Ne. Ni res. Poglej, jaz se tle ne strinjam. Enostaven poskus, ki so ga večkrat ponovili, zmeraj isti rezultati. Tam imaš ti neko vejo, jablana, veja z jabolki in pa človek tam stoji in ga vpraša, koliko daleč, ocente, koliko daleč je to jabolko. Ne. In potem ljudje različno ocenjujejo. In si rečeš, različno prostorska predstava, vse tako. Ne. Odvisno je od njihove lakote, koliko so lačni. Bolj si lačen, bližje vidiš hrano. A veš, kar pomeni, da te možgani nategnejo z realnostjo, zato da si motiviran. Se ta hrana je pa čist bliz, jo grem jaz iskat, zato da boš lažje preživel. Se pravi, možgani neprestano manipulirajo z nami, to se jaz strinjam.
Ampak, zdaj smo midva ušla v nekaj, kar se mi zdi super, neka taka večerna debata, pa klepetava, po vzadju go plesalke, vse to ne. Ampak za unga človeka, a veš, gremo nazaj k Disneyju ali pa Amazonu, ki zasluži pod minimalcem, a veš, da ne more preživeti, je pa to smetje v resnici. Tam pa je objektivno, on ima unih $100, amen, a veš. Ne, ampak on je tudi, vse kar hočem reči, on je tudi v svoji subjektivni realnosti takrat in to je za njega realnost. To je realnost. Seveda je realnost, ampak... Okay. Zdaj, ko si rekel, odvisno je od tega, koliko si lačen, koliko boš ti ocenil, koliko je stran jabolko. Ja. Zdaj pa, ko smo mi živimo v družbi, kaj mi delamo? Mi se primerjamo z ostalimi. In jaz rečem, jaz sem reven. Tako se počutim in tako je. Ne veš pa, da če živiš v prostoru Slovenije, s povprečno plačo, si v top 3% svetovne populacije že popravljeno za stroške bivanja. Ja. Če si podpoprečno, si v top 5, top 10. A to zaznavaš? Ne. Ne, ker se primerjaš. Ja, ampak to so mediji naredili. A veš, kaj je zdaj realnost? Čak malo. Mešaš željo pa realnost. Prva, jaz se spomnim, ki je bila neka nadaljevanka, je bila davno ta Dallas, a veš, in oni so tam živeli v nekih vilah, ne, a veš. In nenadoma, jaz sem takrat zelo veliko kolesaril po slovenskih predmestih in vaseh. In nenadoma so začele te naše hiše dobivati predih Dallasa, neke stebre, ki so ga kasneje zamenjali mehiški predih, ki so ratale mehiške nadaljevanke popularne, zdaj verjetno so turški neki predihi, a veš, jaz ne vem, na kolesare več. A veš, pazi, problem je v tem, da nam Amerikanci servirajo dejansko neko svojo to ideologijo, da temu rečemo, in mi to gledamo in mi bi tudi, a ne? Ja. A veš, recimo za svoj roman Fanik se ukvarja s polnim turizmom v principu, a veš, in človek gre nekam v Afriko, recimo, a veš, v Gano in tam je eno nevreten, cela vas večer prinesen televizor, en tam zakurbla a veš, ta za elektriko proizvajati, ne, in pa gledajo, a veš, pa malo pogledajo Dallas, recimo, ne, a veš, in oni bi tudi, valjda bi, tako kot mi bi oni tudi živeli v takih vilah, pa gledajo še porniče. In kva zdaj ugotovijo? Da na zahodu ima vsak svojo vilo in šoferja in blazno in da je seks, a veš, dosegljiv vsak trenutek vse povsod, a veš. In to proizvajanje želje je pa meni nekaj, kar je moja teorija sicer, ampak meni je to fascinantno. Amerika se je lahko specializirala na to proizvajanje želje, ker so belci prišli tja, je bila to dežela neomejenih resursov. Obon piše, da 3 dni niso videli neba in sonca, 3 dni so hodili po temi, ker je jata ptice selila na jug, 3 dni. A si predstavljaš, da imaš nebo črno 3 dni od ene jate ptic. Potem nek drug, zdaj sem spomnil kdo, ko so prišli do unih rek na severu, je bilo to lososov, a veš, da je bilo videti ko srebrno, a veš, da so zloženi losos, veš, in to, te bizoni, a veš, tudi mogli so mitraljesi izumeti, da so jih postrelili, a veš. Tak, in v ameriški psihi je to, da je svet neskončne možnosti, takoj. Ti lahko pobiješ 100,000 bizonov, evo teh, še 100,000 pride. Ne? In to je način za uničevanje sveta, ker svet nima neomejenih resursov, amen, ne, a veš. Ja. Mi pa vsi to smo nafutrani s to mentaliteto, dajte mi vilo, dajte mi to. Ampak o čem jaz mislim, vse midva govoriva? Midva v bistvu sem govoriva o tem trenutku, ko se moraš odločiti med imeti in biti. Un človek, ki je na minimalcu, se mora boriti za imeti. A veš, in da zleze finančno iz lukne in si zagotovi toliko solidno plačo, da mu ni treba skrbeti, a veš. Ja. Ok. Se strinjava, mogoče se ne strinjava, kako do tega prije. Ja, ok, kako jaz, a veš, vse ne vem, ne. In na tem trenutku, no bo o tem tudi kako lahko pride, v tem trenutku ga ni, mislim, ga je dobro zadeti, kdaj je dost imeti, pa kdaj gremo ubiti. In pazi, Nobelova nagrada je padla za računanje tega trenutka. Ne? A veš, ne spomnim se, kdo je bil, ampak je naračunal takrat pred leti. A Kahneman, misliš?
Mislim, da je bil Kahneman. A je on naračunal $75,000 ameriške letne plače takrat, ne? A veš. V tem trenutku bi se mogel odločiti glede na ameriški standard. Ne? Sej smešno, ta konkretna številka. Ne? Mislim, nek trenutek je, se lahko malo prej, malo kasneje. Okay. In takrat je pomembnejš, da po Maslovi lestvici odpotuješ naprej, proti samouresničitvi, proti družbenemu ugledu, proti delu za druge, predvsem tem, da odpotuješ tjane. Tle pa do tega trenutka, ko priti, sem prej rekel, Amerika je najmanj mobilna družba med vsemi temi, veš. In to pa poj, če je družba slabo mobilna, ne, če imaš ti res slabe možnosti, in veš, oni ti skozi govorijo, s trdim delom boš ti dosegel. S trdim, prekarnim delom se bo sam selil iz enega do drugega prekarnega dela in nič ne boš dosegel. Tudi kariere ni več, ne, veš, v resnici. In zato se veča ta občutek brezupa. Ja. Veš. In potem ti rečeš, čakamo, pa se jaz igram po pravilih. Jaz delam tako, kot so rekli, trdo delam, garam, kje je zdaj ta nagrada? American Dream je bil obljubljen. Ja, kje je zdaj ta nagrada? In pa rečeš, ma ne, to je zarota. Oni so kuščari, a veš, v resnici so kuščari, nategnili so nas. Ja. To je edina razlaga. Ne zaupaš nobenemu. Ne zaupaš več, ne. Ja. In v bistvu je prav, da ne zaupaš. Se konc koncev so te res nategnili, točno s tem, ki si odgovornost znate. Zdaj jaz pridno bom delal in ubogljiv bom in vse bom naredil tako, kot so mi rekli in pa bo nagrada. Ni je več, no. In zato je svet tonel brez up. Ja, sej glih to, spet imamo težavo s to besedo odgovornost, jaz mislim, ker jo drugače razumeva. Ne? Ja, to, kar ti govoriš, je glih nesprejemanje odgovornosti. Zakaj bi razumeš? Ti si se rodil, reven si se rodil. Kar pomeni, da imaš že manjše možnosti za izobrazbo, za zdravstvo, za vse. Ne, to, kar sem mislil, se opravičujem, ker si rekel, poslušam navodila, delam tako, kot mi govorijo in ni tega rezultata. To je nesprejemanje odgovornosti. Zato, ker ti odgovornost za to, kaj je treba delati, preložiš na drugega. Zato, ker poslušaš navodila. Vem, pa se ti drugega ne postane. Če če dela pa Amazonu in poj tebi zrihta kao službo pa Amazonu. Ja. Ampak kaj iz te točke mene zanima, ne? Ker jaz predlagam, pa to je lahko slišano zelo tako, da nimam empatije za ljudi, ki so v težkem stanju, recimo. Okay. Ti bom dal en primer. Kontaktira me mlad fant. Tega je zdaj pač malo več v zadnjih letih, ne? In me prosi, če lahko pride sem na čaj. Sem rekel, lahko. Ne? Zelo sem v slabem stanju, slabi poziciji sem. Ne? In pride sem z idejo. Jaz sem imel tukaj izologin na pogovoru, ne? Ona je najbogatejša Slovenka skupaj z možom. Ne? In on je prišel na idejo, da vse njegove težave, ki jih on ima, bi lahko on rešil, če bi jaz njemu dal kontakt od Ize, pa da bi ona njemu dala 3,000 €. Okay. Se pravi, ta fant, ki je drugače normalen, ne, psiha mu dela, sem se pogovarjal z njim 1 uro, 2 uri, ne, psiha mu normalno dela, ampak njegova psiha je iz tega stanja pomankanja prišla na to idejo, ki se nama zdi nora. Meni se pa ne zdi nora. Ne zdi se ti nora ideja? Ne. Kaj pa če res rab 3,000 € za nekaj, ne vem. Strategija je nora. Strategija ni usklajena z realnostjo. Realnost je, da Iza dobi takih prošen milijon. 10,000 na mesec, verjetno. Ja, okay. Strinjam se. Če bi on to vedel, bi vedel, da je ta strategija nora. A bi se strinjal vsaj kle z mano? Ja, mislim, zdaj, če ima on, a veš, nekaj za ponuditi, nek projekt, ne, a veš. Pa se isto se zgodi, a veš. Ne, jaz mislim, da takih stvari ne smemo, mislim, tukaj moramo reči, strinjam se. Obstaja neka. Ja, ampak veš kaj, je pa nekaj, kar pa, ne vem, če veš, ne, obstajata 2 načina distribucije, in zahodna civilizacija je zelo posebna v tem, ne, da je nekdo zelo bogat, a veš, in potem da ali pa ne da, ne, a veš. Okay. Že v Afriko, če prideš,
ti rečejo, če ti imaš 2 srajce, zakaj imaš pa 2 srajce? Da je to enemu unmu takoj. In ima vsak pravico zahtevati. Veš, pa manj reče, oprostite, jaz pa manj, davaj. In jaz sem bral eno knjigo o težavah startupov v Afriki. Ne, veš. In zdaj neka zahodna korporacija pošle ima blazno podjetniško idejo v Afriki. Ne, veš. In pojmu nakaže nek cash, a veš. In ko on to dobi, nenadoma je vrsta vseh sorodnikov zunaj distribuiraj, a veš, da bomo vsi enaki imeli. Okay. To ni realnost, bi se strinjal. Ne, to je druga kultura, je realnost. Zakaj? Ker je to paci zdaj še nekaj drugega. Tak način je boljši, več ljudi lahko preživi. Več ljudi lahko preživi. V zgodovini so to računali blazno, pokazali se je totalno. Velika avstralska zlata mrzica sredina 19. stoletja. Iz celega sveta so se zgrnili tam neko puščavo, da bi kopali za zlato. Vlada je naredila take kvadrate, so narisali, so jih zamejali in potem so žrebali. Veš, recimo številka A16, dobo hvala, kopli. In zdaj zahodnjaki s to logiko, so preleteli in so jih žrebali in potem so kopali. In kaj se je zgodilo? Eni so obogateli blazno, eni so tudi dejansko umrli od lakote pa že, veš, ko se tam kopal in nič ni izkopal in mu izmanjkal keša, pa je še kar kopal, dokaj ni umrl. Veš. In Kitajci, veš, sredina 19. stoletja pa sploh niso štekali tega koncepta. Veš. In so seveda upoštevali pravila, so šli in so žrebali, potem so povrgli te žrebane na kup. In je bila skupna zemlja in kar so kopali, so si razdelili. In vsi so preživeli. Amben je obogatil, vsi so pa preživeli. Po mojem imava tudi pri tej tematiki problem, ker recimo jaz se strinjam, da moramo vpliv sreče minimizirati v družbi. Moramo ga pa pstiti, ker je velika spodbuda. Ne, laga na nič. Jaz bi ga dal na nič. Jaz bi rad dal srečo na nič, ampak kompetence, ki jih imajo različni posamezniki, so pa različne. Zato sem rekel, da je to realno. Realno je v naravi, da se vzpostavi hierarhija, nekdo je boljši za delanje tega, nekdo je boljši za delanje tega. In tako je boljši pri delanju nečesa, kar družba bolj rabi, bo bolj nagrajen. In če bomo mi to na silo probali izravnati, veva, do česa smo prišli. Sam pazi, imaš recimo neko pleme in en izdeluje blazne super puščice, veš, ni boljših, ne. Vsi jih želijo. In vsi vejo, da je on najboljši v tem. In poj, kaj se pa zdaj zgodi? Tam je pa en, ki je kilov za te puščice totalno, a veš, ne? Ok, normalno, a ne? Ja. Ni, ne? Ampak v tem plemenu, ne, a veš, in to dejansko zdaj govorim iz ene antropološke knjige, konkreten primer, ne, a veš, unke dober s temi puščicami, gre do unga nesrečnika in reče, dotakam se teh puščic, rabim tvoj dotik, da bodo jim prinesli srečo. In kaj se zdaj zgodi? Obedva imata dober občutek. A veš, amben ni zares izločen. No, to je zahodna družba vrgla ven. Pozabla, ja. Se absolutno strinjam. On se sam dotakne in ima občutek, jaz sem se dotaknil, stari dotaknil sem se. Ja. No, gremo zdaj do tega primera fanta. Gremo do tega fanta. On, prvič je tle treba povedati, da je prišel do aktivne ideje, kar je zelo dober. Ja, mislim, boljš kot nič, ja. Ja, po moje tudi ne. Zdaj, potem je iluzorno, a veš, da ni pomislil na to, da ona iza login pač dobiva 10,000, kot si rekel, jih na mesec. Tudi uspešna podjetja v Sloveniji jih dobivajo, po moje tok. Ja. In tle manjka do tega stika z realnostjo, po moje bolj, oni jih dobivajo 10,000 na mesec, kaj lahko jaz ponudim, a veš, da bom zbudil pozornost v principu, a veš, da bom izstopil ven. Ne? To je zelo zahodna civilizacija. V čem sem jaz toliko poseben, da jim lahko jaz to ponudim, v principu, a veš. To je manjkalo tukaj, ja. Tle je res manjkalo v principu, a veš, ne. In fajn je zmeraj imeti plan B, a veš, kaj pa če to, pa upamo, da ga je najdo, ne, pa da se je pomaknil naprej. Ne, ga je najdo, sem v stiku z njim, ne, ampak hotel sem še to povedati, ne, da kako je on svojo situacijo videl kot brezupno. Objektivno, lahko ti če lahko poveš. Magisterij,
dela v firmi, slovenski, veliki, eni največjih firm, se pravi neka stabilna služba. In vse te stvari, ki je on bil v pomanjkanju, sem jaz definiral, da se dogajajo več ali manj v njegovi glavi. Ne? On je imel neke pričakovanja do sebe zaradi primerjanja z drugimi. Okay. Ja. Zakaj se ne bi ti, zdaj, če sva prej rekla, ti si rekel, moraš definirati realnost, da priješ ven iz tega. Realnost je to, da je on objektivno v zelo dobri situaciji. Okay. Ampak on tega ne vidi. Se pravi, njegova subjektiva ne sprejema odgovornosti za svoje stanje. In reče, zdaj mi bo nekdo drug rešil, v tem primeru Iza Login. Okay, ja. Se pravi, odgovornost mečem na državo, na tega človeka, ki bo tektel. Vsi mi morajo nekaj dati. In to je nesprejemanje odgovornosti. In to jaz mislim, da nam tukaj manjka. In zato ta Louis, vse te samopomoči, pa tako, kot si rekel, ki si proti temu, je zato, ker folk dela bypass. Dela bypass iz tega, hočem biti bogat, kako pride do bogatstva in gre v neko iluzijo ponavljanja v špegu. Absolutno se strinjam, da ne. Ampak to, pa da ti prevzemaš odgovornost za to, da ti sploh to željo imaš, pa da si ti konstruiral svojo psiho, ki te dela nesrečnega, tukaj moraš pa vso odgovornost prevzeti. Ne vidim druge alternative. V tem konkretnem primeru, če so osnovni pogoji po Maslowu zadovoljeni, se pravi, človek ima hrano, pa stanova, a veš... Ne? Kdo v Sloveniji nima hrane? Ja, jaz upam, da ni tako grozen, kot včasih slišim. Ampak, jaz upam, ampak hočem povedati, kdo v Sloveniji umre zaradi podhranjenosti? Jaz tudi upam, da ne, a veš. Jaz mislim, da imamo podatke. Ja. Številka nič. Okay. Tle je nek problem, tle je problem, da so nam, En kup je problem. Nekaj so neki ideali, ki nam jih družba vsiljuje. Ne. A veš, po drugi strani so pa tle tudi, tle treba nekaj vedeti. Ne. Mi smo se, nek preklop zelo, ki je slabo opažen, pa izjemno pomemben, se je zgodil iz prehoda iz poljedelske, v bistvu rečemo, industrijsko družbo. A veš, polmeščanstvo. Ne. A veš, poljedelci morajo imeti čim več otrok, čim prej, zato da delajo na polju. In rabijo samo otroke. Tle ni izobraževanje, pa ne vem kva. Vate rabiš, ne? Ja, delo rabiš. Vate, ja, moč rabiš, ne. A veš, delovno moč rabiš, ne. Ko pa ti preklopiš poj na industrijo, sploh zdaj z roboti pa z vsem, ne, in poj, a veš, na meščanstvo, pa otroci niso več delovna sila. Veš, tudi zato jih je ful manj, ne, a veš, nenadoma, ker vsak dobi toliko več pozornosti. Ampak kaj je poj otrok, če ni delovna sila? Otrok postane idealni jaz. A veš? Starša. Ja, od starša, ja. Jaz nisem mogel na balet, pa nisem mogel na to, pa na angleščino, pa kitajščino, pa na tenis, pa ne vem, kva nisem mogel. Ti boš pa doktorat. Pa doktorat, pa vse boš ti to zrihtal. Okay. In zdaj ta otrok vse naredi. Balet, pa tenis, pa doktorat, pa vse ima. Ne? Ampak kje pa je on? Ja. Kje je on? A veš? To so starševske želje. Kje je on? A veš? In nekaj ljudi se ne vpraša, veš, kje sem pa jaz? Ne? Veš, in to imam jaz v knjigi en primer, ki je resničen dialog povzeti, ker sem srečal pač neko punco, ki sem bil blazno zaljubljen v srednji šoli. Ne? Veš? In srečaš, no, po 40 letih. Ne? In rečeš, ko si? In reče, mož je nekaj bolan. Ne? Veš? In rečeš, ko pa si ti? Sin se je tam upisal, a veš? Ampak ti? Hčerka pa to. Ampak ti, starši so nekaj slavi, a veš, in tako naprej, do unega groznega trenutka ni imela več kaj reči, kako si ti, ti je, a veš. Ni, ona je skupek. Zginila je, v življenju je zginila, na poti skozi življenje je zginila, ne. Je skupek nekih funkcij, potreb drugih, ne, a veš, tako. Ampak, pa smo pa spet pri nečemu, pazi, zdaj zanče nekaj pogledam, nek ta superheroj, ker res I'm too old for this shit. Ampak pritisnem tam, ne vem, na kje. Nek film o superherojih, a veš. A ja, ta Marvel. Nekaj, ja, mislim, da je Marvel, nekaj super ženska, ali kva, ne vem, Wonder Woman, ali kva, se ne vem.
Da še imel malo na toč, zdaj, a veš. Ja, če bi bilo na Gorenskem, ne bi upal reči, ampak tako pa toči. A ti je všeč čaj? Ne, v redu mi je, kaj pa je to? Zeleni z nekimi mandarinami zraven. Ne, fajn je. Ne, ima fajn poživi, ja. To so zdaj reklamni vložek naredila. Okay. Zdaj ti po tega tako, da se bo posvodi, ja. No, ta Wonder Woman, pazi. In tam imaš neke scene, ona leti po zraku, pa se izogiba mitraljezom, pa granatam, pa v vesolju odleti, pa neko atomsko bombo deaktivira, pa poje nazaj na zemljo, pa neko stavbo gor postav. In skozi to jo gleda neka majhna punčka, tako skozi gleda, ne, veš. In pa ta Wonder Woman prileti do punčke in te mala reče, jaz bi bila rada kot ti. In ona je reče, vse lahko, kar si želiš, ne. Veš, kakšen strup je to. Ja. Veš, kakšen strup je to. In to je big budget, a veš. Kar ni realnost, ja. Mislim, a veš, punca kroglam se navši izognila, če je zdolj z mitraljezom strela date, I'm so sorry, a veš. Ampak že vsa ta vzgoja, vse si lahko, kar hočeš, to te dela nesrečenega, a veš. Poglej, kaj pa, če bi kdo rad vrtnar, a veš, in mu reče mulc, jaz bi pa vrtnar, doktorat, tret, a veš, in pa strah se užge v staršini psihi, ker zdaj bo pa on mogoče životar, ali pa životar. Pa ne vem, jaz ni to nek poklic, až kaj rečeš, jaz bi rad bil slikar, mami, ne? Ali pa jaz bi bil pisatelj, evo. Ne? Ja. To je zaskrbljujoče, ker ni stabilna služba. Jaz se pripravljam neko predavanje, točno o tem in sem šel gledati, ker je bila raziskava narejena o samopodobi v Sloveniji, v primerjavi z Angleži in Francozi. In je zelo zanimiv, ne. A veš, kaj je zanimivo? Zanimivo je to, ne, ko vprašajo one angleške šolarje, ne, mislim, so spraševali konec osnovne šole, prvi letnik srednje, ne, veš, v čem pa vi izstopate, kaj je vaša individualnost, ne, in potem je zelo izstopenih 7 odgovorov, ne, v smislu, eni nedvomno, zelo sem spreten z besedami, a veš, drug je zelo razmišljam in tako, tretji je, ne vem, zelo sem dober v kontaktih, a veš, in vse te neki taki odgovori so, ne, a veš. In zdaj, če ti to probaš prevesti v slovenščino, ne, v Sloveniji ti je ben rekel, a veš, dober sem z besedami, pesnik, a veš, ful razmišlja, znanstvenik, nori znanstvenik, filozof, pazi, to so vse žaljivke, a veš. In pa so šli sprašovati ista vprašanja slovenski šolarje, ne. In a veš, kaj so si edin upali priznati, v čem da izstopajo, te otroci nesrečni, ne. Ne v besedah, ne v odnosih, ne v čustvih, samo v športu sem pa dober, so rekli. In to je edin ventil, ki ga imamo v Sloveniji, v športu sem pa dober. In zato 3/4 Slovencev aktivno športira, a veš, športnike imamo povsod, ekstremne športnike imamo največ na svetu na prebivalca, ker si to edin način, ki ga v Sloveniji mi toleriramo, da pobegneš iz luknje. Ja. Da se uničeš v športu, no. Ja, ne, to je ful res, ker zanj smo se spet pogovarjali o tem, recimo, ko so ameriške otroke vprašali, kaj si želiš biti, ne? Ja. Je zdaj najpogostejši odgovor influencer na YouTube. Ja, no, vse to dobro, to je tudi v Sloveniji. 40 let nazaj, verjetno, je bil astronaut. Ja. In v bistvu to je tako, če tako pogledaš, to je v bistvu samo kdo so heroji v družbi, ali pa koga družba vrednoti. Trenutno. In to ta malo hoče postati. Normalno. A ne? Mi moramo pač vrednote v družbi se popravijo, avtomatsko se naslednja generacija popravi. Čakamo, jaz sem to star, da sem a veš, ok, spet moja trditev, podpišem. Če hočeš doumeti družbo, moraš sam pogledati heroja, ki ga ima tisti trenutek. Sam to, pa imaš vrednostno lestvico vsega. Res je. Okay. In jaz se še spomnim, ki je heroj vseh, sploh fantov, pa sploh podjetnikov mladih, postal Steve Jobs. Človek, ki je parkiral na 2 mestih za invalide, človek, ki ga je mogla hčerka tožiti za preživnino, človek, ki je imel posebenega zaposlenega, zato ker v Kaliforniji mislim, da ima 14 dni, da registriraš avto. In on je avto raj menil vsakih 14 dni, zato da ni državi dal registracije. Predstavljaj si to. Predstavljaj si tega skrajnega egoista, graj crkne, ki da kaj za javno dobro. Ne? Res. In on rata heroj vseh mulcev. In dejansko v Sloveniji spoznam mlade podjetnike, ki so prebrali to knjigo v njemu in so šli parkirati čez 2 mesta za invalide. Okay.
Spet moram kontradati. Jaz sem en izmed teh. Parkiraš tako, ali kaj? Ja. Upam, da ne. Ne, v tistem času, ko sem jaz bil na faksu, je Steve Jobs umrl. Knjiga o Daicuxona je postala svetovna uspešnica, njegova biografija. In jaz sem to knjigo prebral. In noter je vse to, kar si opisal, ampak so pa še druge stvari. Ampak jaz lahko iz svoje perspektive rečem, pa ne bom posploševal, da so vsi tako videli, ampak jaz se nisem na te stvari fokusiral. Se pravi, nisem posnemal njega s temi invalidskimi mesti, nisem posnemal njega ampak ta inovacija, da ti spreminjaš svet skozi tehnologijo, na boljš, na slabš, karkoli. To je bil tak etos na ekonomski fakulteti takrat zelo močen in vsi so začeli delati startupe. Ja, ok. In to je bilo dosti pozitivno, se mi zdi. Ok, strinjam se, ja. To je pač, podjetništvo je pozitivno. Ja, ok. Nima zašla, mogoče to ni. Ne, ni. No, in tako bi jaz rekel, ne, da če pogledava Hitlerja, objektivno slab človek, lahko bova najdla neke dobre stvari. Pri Jobsu. Pri Hitlerju. A lahko najdeva neke dobre stvari? Pri Hitlerju. V Sloveniji zmeram te naciji, pa neonaciji reči, kakšne dobre avtoceste im je naredil. Ne. To jaz ne bi štel. Ne, pri njegovi osebnosti pa v principu... Ne poznavati. Jaz sem precej knjig bral o njemu. Dejansko... Veš kaj, mogoče še nekaj, dejansko je bil edino teh nacijev, ki ni grabil nekega blaznega bogatstva zase. Veš, on je dejansko prepričan v to, kar počne, kar je pa še bolj grozen. Ne, se strinjam. Moj point je bil, da pri nobenemu človeku ne bomo najdel oba aspekta. Vem najdel. In ti lahko heroja gledaš, lahko pobereš samo en aspekt njega. A pa misliš, že nek mlad človek gre zna pobrati, to je pa odvisno od njegovih okoliščinjah spet, a veš. Jaz ne te videl, ki so začeli parkirati na 2 mesta za invalide, no, veš. Ja, ne, se razumem. Ne vem, a veš, to je odvisno pa od njega. Mi smo, a veš, kva sprejmemo, ne. Ampak bolj si mlad, težji filtriraš, ne. Se strinjam, absolutno. Ampak jaz sem že takrat videl te aspekte v knjigi, kaj on se slabo obnašal do svojih zaposlenih in sem znal svojim notranjim kompasom reči, to pa ni tako dobro. Ena stvar je pa dobra. In znaš to filtrirati. Ne? Če znaš, no. Ne, sej, a veš, če imaš ti nekaj idealiziranega, ki je totalno 100% pozitiven, itak ni realno sploh, ne? In te tudi odbija, jaz mislim. Jezus, recimo. Pa dobro, Jezus res ni slab. Res ni slab, ja. Če kdo je že napisal, mislim, da je Gandhi napisal, ne, a veš, Kristus je super, ampak njegovi sledilci tako ne. Tako je pri heroju in jaz bi spet to mal obrnil na tisto odgovornost, ker sva veliko njej govorila. Kaj heroj dela? Heroj sprejme odgovornost. On reče, joj, tale zmaj je prevelik ali pa nimam... More mi iza login, mi mora dati boljši meč, da grem jaz tega zmaja ubiti, ne. To heroj ne dela v teh naših starih zgodbah, ne? Ta arhetip heroja. Ne, ampak vsak heroj ima mentorja v principu na začetku. Ne? To je pa tudi res, ne? Priznajmo. Ne? A veš? In ta sistem mentorstva je danes propadel totalno. Ne? A veš? Ker dejansko... Poglej, novinarstvo je praktično... Starševstvo bi mogli, ne? A veš, ampak... A veš, vsem ga ne moremo mentorirati v principu, pa človek prije v službo, včasih se spomniš, že pri novinarstvu, če gledaš, a veš, mlad novinar je dobil mentorja, da ga je naučil trikov poklica, ne, danes ni tega več, ne, a veš, ni, ne, a veš, oziroma se pač komercializirali, pri pisanju imaš neke pisateljske delavnice, pa plačaš, pa pač se greš mentorirati, ne, a veš. Vse tako transakcijsko, ne? Ja, veš, biznis, ne, veš. To se ful strinjam, ne, mentor, ki dela to zato, da vrača nazaj, ker je nekdo drug njemu to naredil in se to kolesje obrača, ne. Yoda je imel tudi svojega, ne, in on razume v bistvu ta krog življenja tudi v tem aspektu, mentorstva pa vajenca. Ja, veš, ker mi za občutek pripadnosti družbi rabimo vsaj 2 koordinate, ena naprej, nazaj, prihodnost, preteklost in mentor je to, a veš, neka preteklost, ki te poveže, a veš, s tem in te nauči preteklosti v principu, obrtite naučine, a veš. Rabimo pa tudi to horizontalno povezanost, a veš, s temi okoli sebe, ne. A veš, in tle se meni zdi,
tlej pa nekaj, kar ni dobro raziskano in niti ne vemo. Ne. Veš, obstaja ena zelo zanimiva teorija, pa so delali kar nekaj poskusov, pa se za zdaj kaže, da drži. Ne. A veš, jaz ne vem, pa se ti si iz računalniškega področja. A, veš, a se spomniš unega projekta, je bil SETI ali kaj, za iskanje nekih vesoljcev ali kaj? Ne? Ja, mi oddajamo signal v vesolje. Ja. In potem obdelujemo podatke. Ne? A veš, in ker nimamo toliko močnega računalnika, da bi to obdelal, so to razdelili na majhne koščke in ti si se lahko prijavil. In ja, veš, in milijon ljudi na svetu je dal svoje računalnike in te so obdelali ta košček in so ga vrnili not v centralo in pa so oni dobili rezultata. Ne? Se pravi, mi lahko podatke razdelimo in potem tak. In obstaja nekaj... To je Bitcoin drugače. Ja, na nek način tudi, ja, seveda. No in obstaja teorija, da so človeški možgani isto zgrajeni. Zdaj, kar so naredili testov, kaže, da gre res v to smer. Recimo, jaz sem tle v tej sobi sem zaprt in mi dajo nek matematičen test za reševati, a veš. In jaz zdaj naredim, kar naredim, ne, a veš. Tako, tam pa dajo skupino ljudi, veš, ne vem, 10 ljudi recimo, ne, in jim isti test dajo, zdaj vsi tam gledajo, pa en več zraven da, pa en mu tam kapne, pa en mu tle kapne in so neprimerno boljši rezultati zmeram, ne, a veš. To gre kontra temu zahodnemu, to je najboljšo matematiko, on je najslabši. Ampak mogoče pa unce slabši prispeva pa en košček, razumeš, in je naloga bolj rešena. Ne? In zdaj vse te demokracije, kar jih je bilo, pa te posveti so bili taki, so se ljudje zbrali in so mozgali v problemu. A veš. Zdaj pa mi rečemo, pa se to isto, ti greš na internet, pa mozgaš v problemu, a ne? Ampak ni isto, ne, veš, ker besede so zelo majhen procent komunikacije, a veš, telesa se povežejo, ne, veš, na nezavedni ravni in tako, ne, in do te povezave pa ne pride na internet, veš, ti sem znotraj besed nabijaš, ne, in zdaj, če te kurs besedam, ti ne vidiš njegovega body talka, ne dobijaš, a veš, tega feedbacka nazaj, ne, in veš, pa ti skupnosti odplavajo v maloro totalno, ne. Tako da ne vem, no to je nekaj, kar bo čas pokazal, kako pa kaj. Je ta internet pa informacije, pa to sigurno ustvarjamo nekaj kolektivnega, ne, ker se čuti neko kolektivno zavest. Da. A ne, že Wikipedija, vso znanje plus človeštva primer, je gor. Super primer je to, v plus, ne. Ja, v plus, ja. Pa sej jaz, odvisno, a si pesimist, a si optimist, jaz načeloma vidim zelo optimistično, a ne, kam gremo, imamo izzive. Ampak to me malo zanimalo, glede na to, da si podcast začel. A lahko malo o tem poveš, kako to vidiš? Deljenje informacij, zakaj si ga sploh začel? Ima isti naslov kot knjiga, ne, osebno? Ja. A gre to za dolgoročni projekt? Kako razmišljaš o tej smeri? A veš kaj, v principu ne vem, v knjigi, zdaj mogoče vseeno, knjiga osebno je pač... a veš, neke teme so tle not obdelane, ena je pač odnosi, ki se mi zdijo tako v Sloveniji še ekstra slabi, no, res, prav ono slabi, kar vključuje tudi čustva, ne, sej, kako sem prej rekel, ne, zdaj prve bralke mi pišejo, moški pišejo v čustvih, šoking, ne, veš, ne, ok. Druga plast je, da sem ugotovil, in to bo zvenelo tako mogoče zelo glupo, ampak ugotovil, da sem se pač zataknil, ok, tle je bilo v nekem razmerju, ampak lahko se zataknemo tudi poslovno ali pa, veš, nekako se prav v razmerju si se zataknil. Ja, mislim, ona je prihajala pa odhajala, tako 6krat zapored, ne, a veš, jaz nisem človek, bom to gledal, ne, a veš, hvala adio, ne, ampak jaz sem kar čakal, veš. Zakaj pa si čakal? No to je pa, a veš, in tle so bila neka taka prvič močna čustva in neki taki koščki, neki taki čudne slike iz otroštva sem začel sanjati, ne, ki jih nisem mogel kam uvrstiti. Ne veš. In to je znak, to bo zdaj mogoče težko razumeti, ampak to je zame vedno znak, da v resnici ne preigravam tega zdaj tle, ampak da preigravam nekaj, kar se nekoč zgodilo. In to je ena bolj neverjetnih stvari pri možganih. Če smo se v otroštvu nekaj se ni dobro končal, se mi cel življenje vračamo v isto situacijo, da bi jo dobro preigrali tokrat. Ne. Aha, da bi jo razdelali. Ne. Psiha hoče to. Hoče to rešitev. Ne. In zato tokrat ljudje, ki so bili ali zlorabljeni v otroštvu, ali kaj, a veš, grejo nazaj v isto situacijo, da so, ne vem, spet zlorabljeni, pretepeni, tako kot tisti človek, ki sem prej govoril. Veš, vrača se v to situacijo, da bi ven pa enkrat išel kot zmagovalc. In ponovadi zmeram si sam postavil tako karte, a veš,
da ni zmagovalec, ampak da je spet poraženc. Tako je tako prvič. Travme ali pa posttraumatski stres razrešujejo, ampak problem tega stanja je, da ko ti, recimo, si žrtev posilstva in v terapiji greš ta še enkrat čez to, je v bistvu ta izkušnja toliko boleča, da se telo totalno zapre, ali pa psiha se zapre. Ne moreš sploh dostopati do tega spominja, ker je tam toliko bolečine, toliko je trpljenja. In zdaj, ko grejo pol na psihedelike, MDMA uporabljajo. MDMA je ta droga, party droga v ekstaziju, ki pa v bistvu zniža pretok krvi v amigdali, se pravi, center za strah zmanjša. In glih ta efekt, da je strah takrat malo zmanjšan, naredi neko okence, da lahko se sterapira. In imajo neverjetne rezultate s pomočjo. Ja, sem bral o tem. Bite pa na nekaj pozoril. Zdaj z govoru si vse prenesel na tega človeka, ki je traumatiziran. Ampak odgovornost sem prenesel na njega. Je pa zelo zanimivo nekaj drugega, da je postopek dobro izpeljan in uspešno, mora biti zraven mentor oziroma terapeut. Nekdo, ki ga vodi. Vsi ti postopki te nekdo vodi, Madonna, se že Dante je Vergil vodo v peku. Kako zdaj vodenje razumemo? Jaz mislim, da v teh dosti poznam pač, kako se delajo te terapije, in tudi imajo ta guidance, ki trenirajo terapeute, ki so trenirani v klasični terapiji, in je v bistvu na vsaki strani poudarjen, da ne posegaš v proces. Ampak da si tam. Tam si. Tako, ker dober starš. To ne vem, da ne vodiš. Ampak jaz sem 2 odrasla otroka in včasih, za redke trenutke, ki mi je ratal biti zelo dober starš, sem bil tam in sem pustil, da so sami zrihtali. Ampak to ni vodenje. Ok, mogoče je slab izraz. Ampak tam si, ampak z njemu si. A veš, na nek način on ve, da če bo frka, boš pa posegel. Tako. No to. Ti si tam zato, da držiš prostor, da človek sam sebe sterapira. Ja, ampak to je odgovornost. Kje je odgovornost? S to besedo imamo težavo, pa jaz pušam to, ker se mi zdi to toliko pomemben, da tega ne vidim v svetu našem današnjem in to je rešitev za ful stvari. Vem, ampak meni se vse zdi, da preveč vržeš na unga, nič pa na tega, ona dva delata v paru, na nek način delata v paru ta dva človeka, ta terapeut. Zato se mi pa zdi, v biti se v resnici dejansko ni toliko važen, to so tudi raziskave pokazale, koliko je ta terapeut, formalno izobražen, če ve, ima to empatijo in vse, kar in oblada situacijo, je super. Če se ti počutiš varno, je super. Ampak to je toliko pomembno, da je v tej dobi individualizma rečemo, enega moraš imeti, da te spravi. Absolutno. Ampak jaz mislim, da se tukaj dogaja ta ekstrem, da jaz sem v slabem stanju, grem na terapijo, grem psihiatru, predpiše mi. A veš, kaj se dogaja vse, ne? Jaz pridem tja kot pasiven pasiven posameznik. In potem on ima po normi, psihiater sploh ima po normi, mislim, da 15 minut pogovora s tabo, enkrat na 6 mesecev. In on ti napiše tablete in čao, a veš. In kaj je to, kje je sprejemanje odgovornosti? Ampak to ni to, o čem govorijo, to ni Jaz pa mislim, da je. Mentoriranje. Jaz mislim, da je, da ti rečeš, kdo mi bo pomagal? Vem. Jaz si bom pomagal. In boš pojedel tablete? Ne. Zares si bom pomagal z realnostjo. A veš kaj, če si ti v tej stadiji, da imaš res klinično depresijo, ne moreš sam iz luknje, amen. Ne, sam nikoli ne boš nič naredil, ampak če pa gre zunmu enkrat na pol leta na 15 minut, pa ti da tablete, pa tudi, mislim, če si klinično, pejte, lepo prosim, ne, zdaj nekaj samomore delati, pejte, mislim, nimam nič proti. Ampak, kvar mi rabimo? Mi rabimo stik pa odnos, Madonna, Dio. Seveda. A veš? Seveda. In to je pa spet, zdaj so pa spet tam, ne, in potem rečeš, in imaš, recimo, neverjetno srečo, dobiš dobrega psihoterapeuta, unga, ki se bo s tabo pogovarjal in ti bo stavil ob strani. Dobiš ga. Kar je v Sloveniji težko, ker vsak sebe proglasi za psihoterapeuta. No? A veš, ti se nisem, ne, jaz se tudi nisem. Pa so celo 2, ki se nisva, neverjetno. Vsi so psihoterapeuti, kar je horor, ne, ker je horor. Ampak dobiš dobrega. In on ti zdaj stoji ob strani.
In ti hodiš enkrat na teden, kar je tako, za 1 uro. In on te vod skozi te faze počasti lepo vod. Ne? Občutek varnosti dobiš, občutek odnosa. Ampak zdaj pa grem nazaj. To si lahko prvoš šefu Disneyja, ki ima 200 jurjev na dan, za $100 se pa nav mogu prvošati hudiča. Spet smo tam. A veš, človek, ki je v buli zaradi okolice in financ in vsega in bi zelo lahko rabo, a veš, nekoga, da mu stoji ob strani, se pa ne more prvošati. In to je prekletstvo psihoterapije. No? Absolutno, absolutno. Imajo pa tudi verjetno te premožni, a ne, imajo lahko težave z odnosi, z iskrenimi odnosi. Vsi, seveda. Ker so pač, imajo tudi neko patologijo v sebi, da se toliko stremijo za tem uspehom. Recimo, sej življenje kot neki več transakcijskih računov. Tam, ko boš vzel, nekam boš dal, tam boš imel več na računu, moraš nekje vzeti iz enega drugega računa. In ponovadi te uspešni vzemajo iz računa odnosov. Ja. Ultra uspešni. Ja. In zdaj on mora plačevati nekomu, da se z njim pogovarja. Ja. To tudi ni najbolj optimalna situacija, bi se strinjal. A veš kako? Zdaj ti bom povedal nekaj, kar te mogoče presenetilo. Jaz sem še spoznal ljudi, ki res in parkrat v življenju sem bil v situaciji na nekih dogodkih, ki ti dajo unga osebenga, zato da te za vsako minuto ima zračunan in te tera, a veš, da imate pa ta dogodek, pa ta dogodek, pa ta dogodek, terate. Jaz sem celo enkrat delal intervju z enim, ki je bil šef neke računalniške firme, ki je imel toliko sestankov v dnevu, da jih je se zmenil na avionu in je letel v kontrasmer, tako da je mu dan 24 ur. Ne, brez heca. Wow. In moj intervju z njim je v Münchnu, veš, prstov in tako gremo dalje. Noro, res. Yeah. Okay. A veš, in človeku, ki je zelo obremenjen s poslovno recimo, ali kakorkoli, ima teh sestankov milijon, je v biti dober, da ima v koledarju enkrat na teden 1 uro, da se usede in ga nekdo vpraša, kako pa si ti. A veš, in ne da on pa razlaga, moja firma je to, pa una to, kako si ti. Da ima 1 uro na teden, makar sam to. In pazi, bila raziskava narejena v Sloveniji, sicer med mlajšimi poslovnimi ženskami, koliko časa na dan imate zase. Odgovor je bil najpogostejši 10 minut. Če ima mlada ženska, ali pa kjerkoli, ali pa tudi moški, se ni važno, 10 minut na dan, da se vpraša, kdo sem jaz, kako se počutim. A veš, vse te stvari, ne? Da začuti sebe, svoje telo, pa je ta situacija hudo v buli. A veš. Ja, se strinjam. A poveš malo več o tem odnosu, kaj si rekel, kaj je? Okay. Če se lahko vrnem nazaj na to knjigo. Jaz sem jo totalno in začutil sem, veš, da preigravam nekaj iz otroštva, ampak kaj, ne? A veš. Zdaj je absolutno nekaj, kar v knjigi sicer povem, nič ne skrivam, ampak tle je prvi korak je dejansko psihoterapija. Se pravi, da s terapeutom enkrat na teden se dobivaš in probaš pač, ne, a veš, pod tem vodstvom, ne, okoliti. Hkrati pa, tako sem prej rekel, obstaja kakšna bližnjica, ker možgani so narejeni za bližnjice, kot si ti omenil. Odgovor je pa zato, ker so narejeni za varčevanje z energijo. Kdor jo več privarčuje, a veš, mu gre bolj podavati. Bolj preživi, ja. Ja. In hkrati so mi, veš, ko so znanci, pa tako, ko so videli, ko sem v buli, so rekli, ja, Miha, pa pet na kamino, pa klečati k budistom, pa ajuaska, pa hoja po žerjavci, pa ne vem, a veš. A so še kakšne stvari? Na unem listek dejansko, ko sem ga objavil, ne, a veš, na Facebooku, pa mislim na Instagramu, so kvasno še, pa neka prejšnja življenja, kar je v bistvu hipnotična metoda, ne, a veš, pa focusing, kar je delno tudi hipnotična metoda, če kva sem pa še, 10 mislim, da jih je bilo, no, ok, anyway. Šamani, seveda, pa feng shui, ki sem rekel, matraparija, pa se je zelo smešno izkazal, zelo dobro se je izkazal feng shui. In jaz sem zbral ta listek in že na ta listek moram reči, da veš, sem dejansko vrstil samo to, kar sem smatral, da ima nek učink na možgane. Se so mi svetovali tudi neka gospa po telefonu, ti nakažeš 500 €, ona ti pa po telefonu pošlje, energijo. Sem slušalko daš ko sesto in že si poln, energije. Mislim, tle je zmeren problem, ko jaz vem, je poslala za 500 € ali za 400. Šel sem vedeti te gnil, pa sem dobil sam za 400 € energije. Ok, take stvari sem spokal, ampak to, kar se mi je pa zdel, da pa je. In prva stvar, kar je treba povedati iz tega, ne, da zdim doma tam na sred covida, razumeš, zlomljenim srcem in z nekaj iz otroštva, kar je treba razrešiti, da sem iz te skrajno pasivne pozicije, prešel
sem nenadoma dobil seznam, veš, narediti Miha, narediti moraš to, pa to, pa to, pa to, a veš, sem prišel že v aktivno pozicijo. Pa si imel, želja je bila močna, da prideš ven iz tega stanja, ali je bila tako malo raziskovanja? Ne, bilo je izjemno močno, ker sem bil res slabo, sem se počutil. Ne. A si bil kdaj slabši? Bil sem še slabši, ja. ampak bilo je pa kar slabo, ja. A veš, in zdaj, in seveda neka želja, sem si rekel čisto enostavno, sem pri terapeutu, enkrat na teden midva probava najdeti, kaj je to v otroštvu, ampak po drugi strani, če kaj od tega pomaga, a veš, bo pa tudi super. V resnici največ sem pričakoval od meditacije, a veš, da se tam usedeš za, ne vem, a veš, koliko časa in mogoče kaj pride. Pa v resnici ni, no, moram reči. Bilo je svašta drugo, ampak ni, ne. A veš, in zdaj, in zdaj knjiga je, dejansko te 3 stvari so se nekako super skup zložili. Ena pač te odnosi, drugo to, kaj sem se zataknil v otroštvu, kar se tudi tiče odnosa, seveda. In tretjič, a veš, knjiga, drugače bi bilo to lahko neko razmišljanje, pa ne vem kvane. Ampak tako, ker se jaz pomikam, a veš, skozi 10 teh preizkušenj, sem dobil hrbtenico, a veš, strukturo, ogrodje, vsako poglavje je ena ta preizkušnja in še, a veš, vmes odnosi, pa odkrivanje te skrivnosti iz otroštva, a veš. In tako je knjiga dobila neko strukturo, da mi bralci pravijo, ko se to bere, da se berem 2krat. Prvi zato, ker je tako napet, a veš, ne. Drugič pa zato, da razmišljam o svojih odnosih zraven, ne, a veš. In tako se je super išlo, no. In hvala Bogu sem za konc pustil lih Camino, kjer sem pa veš, hodil in v glavi lepo pisal, veš, sam tam v neskončnost. Ne. A lahko kakšne te stvari grejo malo globje noter? Ti me kar vpraš. Ne, vprašaj bi te tako, kjer konkretno. Ni čudežnega zdravila? Ne. Ampak je bilo pa cela ta stvar zdravilna? Ja, delno, zdaj ti bom dal zelo pesimističen odgovor. Ne. Načeloma najbolj zdravilen pri srcobolu je čas. A ne? In je bolj, da se en let ukvarja s stvarmi, ki te zamotijo, kakor da doma sediš pa tako gledaš, pa ko sem jaz ubogi, ko sem bogi. A veš, že to se pravi, aktivna, pasivna. Čas, da ti mine, je super. Jaz sem se ukvarjal s tem in super, a veš, in je bilo. Že čas sam. Že to pomaga, ja. A veš, pri temu. Pri temu odkrivanju iz otroštva, mater, jaz ne vem, ker sem to skrivnost in je res močna, ampak ne bomo izdali. Ker sem jo odkril, enkrat sem šel čez cesto, na sred prehoda, veš, ko. In ni bilo nobenega, veš, niso fanfare zadonele iz neba, ne. Ampak sem tako, veš, nekaj se je sestavljeno. Ja, tako, prav tako, z vzdihom, veš, samo vzdih. To je tako fascinantno. Kadar odkriješ nekaj tazga, parkrat v življenju se mi je tako zgodilo. Je to res, kot da se v otroštvu so se neke legice, so ti narobe jih sestavili nekako. A veš? In potem se samo skup grejo, a veš? In that's it. In perfect. Ok. Kar se pa tiče vsega tega, je pa tako, mogoče sem tak, a veš, na nek način je bilo večino stvari, najbolj sem se bal dejansko psihadelikov, ne, a veš. Vem. Najbolj sem se bal. In potem sem se znašel v povsem urejenem vesolju, neskončnem in prelepem in totalen mir me napolnil. To je bila ayahuasca. Ja, mislim, DMT v principu, ne. Okay. A veš, perfekt je bilo. In zato ne upam ponoviti, ker je bilo tako perfekt. A veš, da ne bi šel kakšen slab trip, pa veš, pa mi tak ne bi upal ponoviti, perfekt je bilo. In najbolj smešno, meni je tako smešno, veš, in tam jaz plavam v neskončnem vesolju in vse v miru, vse prelepo. In jaz nenadoma zaslišam glas od Emilu Harrisa, nek country pevke iz enega komada, in rečem ki je bil zraven mene varuh, ne, rečem, to ni običajen refren, to je refren na 2 minute 34. Rečem, in potem grem dam, razumeš, in dam gor CD in gledam števc in res, na 2:34. Kva se možgani vse zapomnijo, si predstavljaš, in komad sem ga slišal. Nisem imel dostopa do tega, ampak to je vse shranjeno. To je shranjeno, veš, da del 2:4, ali ne vem koliko že, ne? A veš, tako neverjetno. No in to je bil res lepo, ne. Drugo, kar bi tudi takoj ponovil, je Camino. Ampak tle imam pa ta problem, da zdaj že gledam posnetke s Camina. A povejo sam za uneka ne vejo, kaj to je. Kaj Camino?
Oprosti, hvala ti. Ja. Ne, Ayahuasca vem, da vsi, ki tole poslušajo. Tako publiko vas ni. Nažalost, ali pa na srečo. Ok, se smo omenila psihadelične droge in tako naprej. Okay. Camino je pa, tle malo daljša zgodba, je pač Santiago de Compostela, veš, in do njega vod več poti, ne, in pot po špansko se reče Camino. In ta Santiago de Compostela je manjše mestece tam zelo na severo-zahodu Španije, ne. In tam v 90-ih letih je general Franco, mislim, ali v 80-ih, je s cerkvo hotel malo dobre volje pokazati cerkvi in uslugo narediti in so začeli to reklamirati blazno. In potem nekako ni šlo v resnici, dokler niso neki te znani Paolo Coelho je šel, pa je napisal knjigo in potem sploh Shirley MacLaine je napisala knjigo in to je nenadoma postala taka blazno modna pot. Ne. In v letu pred korono mislim, da je skoraj 1 milijon ljudi hodil. Ne. In ker ljudje hodijo ponovadi v sezoni, ne po zim, ne, kar pomeni, da imaš 1 milijon ljudi v parih mesecih v resnici na tej poti. In je totalno prenatrpana. Jaz sem pa hodil to 2020, se pravi prvo leto korone, ki je bila vse bilo zaprto, res. Nikogar ni bilo nikjer. Ne. Jaz sem bil dejansko, absolutno sem bil sam. Šel sam ali? Sam sem šel, ker te stvari je hotel sem opraviti sam. No. A veš, jaz sem se nizko neke odgovore in to je kar treba sam narediti. Nisi skozi nekam pogovoru. Ja, pa klepetaš, ne, a veš. In je bilo, to je bilo tako neverjetno, veš, ker to so bilo cela mesta dejansko zaprta, a veš, če sem pa že kakšnega človeka videl, kakšni univasici je pa pobegnil, razumeš, virusa, veš, tujec, prinašalc virusa, veš, kva. 20 si rekel. Ja, veš, takrat je bilo ta prva korona in je bilo totalno prazno, ne, to je bilo, mogel sem sicer precej, mogel sem po sabo vlačiti hrano in pijačo, ne, ker drugače je to infrastruktura neverjetno, to je skozi nekaj, veš. Ja, skozi, ampak vse zaprto, potem posod so bila prenočišča, so bila tudi zaprta, tako da sem pač spal, kjer sem pač lahko, ne. In dejansko sem bil sam, no. Če je mogoče kaj treba povedati, pa se zdaj, ljudje meni zdaj pišejo, kar ogorčeni teh so hodili, pa se lahko sam, ne, tam hodaš, pa se oddališ od skupine, pa si sam. To je res. Ampak veš, ni pa isto, ti hodaš 6 ur, pa kosilo, pa malo zapojamo, zaplešemo, zvečer spiš na skupnih pogradih, a veš, nisi sam, ne, a veš, v resnici. Lahko si, seveda, ne, par ur, ampak ni isto, ne. In če treba mogoče kaj, kar se mi zdelo zelo pomembno, jaz sem recimo, da sem srečal manj kot 10 ljudi na celi poti. Ne. In zdaj to je bila neka ločnica, ki je bila v tem primeru po starosti precej. Ne. Unik so bili recimo 40 plus, so se zelo različni razlikovali od unih mlajših. Ne. Bili sta v bistvu res samo 2 skupine, starejši in mlajši. Kjer si ti? Jaz sem starejši, seveda. Ampak je bilo tako zanimivo, da se moraš tudi te predstaviti. Ti hodiš po uni planjavi v neskončnosti, potem v daljavi ti zagledaš neko postavo. In zdaj, če hodiš malo hitrej, čez 2 ure ga dohtiš, ne, in pa ga prehtevaš toliko, da se pozdravita, pa izmenjata, s kje ste, kako gre, a veš. In v enih 15 minut ga prehtevaš in pa greš naprej in pa te gleda 2 ure, a veš, tako smešno. In nekaj, kar sem pač opazil pri starejših, pač na postava in on hodi, ne, veš, in da se sreča, pozdrava, greva naprej. Ali pa on mene praktično ni vaš. Pri mlajših sem pa opazil, kakšne težave so imeli. Z enim sem hodil 2 dni, zgledal lih timing tak, sem hodil 2 dni, on je bil na videoklicu, od zore do mraka je bil na videoklicu, veš, skozi z nekomu govoril, tako res, bleril se mu je. Wow. Ena mlada punca je imela, veš, je imela telefone kar tako obesla na vrvici in do fula našpodan muska na glas, veš, nekaj pela zraven pa tako. In res, imeli so hude težave, ta tišina in samost, ne, veš, Veš, 24 ur na dan, tedne. Tokrat sem slišal, ko me recimo ljudje vprašajo, aha, ti meditiraš, ne? Kako pa meditiraš? Aha, pa je tišina. In pol mi rečejo, jaz niti zaspat ne moram v tišini, jaz moram imeti serijo pržgano, zato ker ne morem biti sam sabo. Ne morem biti sam sabo. To je, mislim, ne vem, če me je česa v tem življenju bolj strah kot tega koncepta, da te je strah samega sebe. In tle imam jaz v knjigi, ki dejansko reče meni od žensk tam,
pa kako sama sebe. Okay. Objektivno spet gledano je samica najhujša kazen, kar ti lahko dajo. Da te nekam zaprejo, in pa se ti tam zblede. To se absolutno strinjam. Jaz mislim, da obstaja hujše stvari, ampak anyway, se strinjam. Mučenje pa tako... mučenje, absolutno. Popravljam. V legalnem sistemu, kaj ti lahko naredijo v nekem zaporu, je samica... to je zapor v zaporu. Ja. A veš, ker mi nismo narejeni, mi smo res socialna bitja in rabimo te stike. Ne? Ampak po drugi strani pa celo... Se tukaj govorim za 15 minut, pol ure, govoriva mi dva, če meditiraš, ali če greš za spat. Ne? Jaz ne govorim, da si en mesec sam. Ne? Vem, jaz tudi imam rad družbo, pa vse to valja. Ljudje niso sposobni tega. Ne? No, se to, ko sem prej omenil to raziskavo med poslovnimi ženskami, 10 minut na dan si vzame zase, kar pomeni, da je 10 minut na dan sama sabo. In že to je dost, ampak odvisno je tudi od karakterja. Eni so bolj ekstrovertirani, eni bolj introvertirani, seveda. Ampak in vsi, jaz mislim, da rabimo stike in odnose in kontakte in vsi rabimo. Tako je. Absolutno. Ampak, da pa nas držiš, tudi malo, mi je pa tudi malo fascinantno, ker česa se pa toliko bojiš, če bom pa zdaj brez projektov, pa brez vsega, ampak se konc koncev upokojenci, največ jih umre takoj po upokojitvi, nenadoma praznina, sam sabo je doma, pa mogoče ženo, s katero, ali pa možem, ki sta se odtujila in nenadoma, se vse sesuje. Tako da v principu, če nič drugega je meditacija, res jo priporočam v teh 20-minutnih ali 15-20 minutnih, dnevnih dozah, če se le da, da smo res malo sami sabo, Madonna. Ker življenje je v bistvu iskanje ravnotežja med potrebami družbe oziroma okolice in med lastnimi potrebami. Se skozi vračava k temu, to, kar ti imenuješ odgovornost. Ne? Kdo je zdaj za kaj? Ne? In ločeta, In zdaj, če si ti skozi vas nalepljen v pričakovanje družbe, pojno obstajaš več. Ne? Po drugi strani, če se pa čist zapreš in gledaš v svoj popek, pa tudi nič od tebe, pa tudi nesrečen. No? Ampak mogoče moraš eno izmed teh stvari probati, da vidiš, da je to res, ne? V posameznikovem življenju, mislim, jaz si ne predstavljam, da bi jaz bral knjige ali pa poslušal tebe ali pa poslušal kogarkoli, pa rekel, zdaj to razumem, ni dobro biti preveč na sebe fokusiran, ni dobro biti preveč odgovornost dajati na družbo. Ne? To moraš probati, da začutiš, da najdeš ta balans. Ne? Zato se mi zdi, kar si rekel, ta pota, ne? Da moraš iti čez. Je glih v tem point, da vsi delamo iste napake, ki so jih naših predniki delali. In gremo čez to isto stvar. In je to kolese, ki se skozi vrti. Ampak vse to je v redu, če gremo. Zmeraj je problem, če se zatakneš. S pogumom greš. Ampak če se zatakneš, imaš pa problem. Tako da, kaj pa jaz vem, skratka, ta Camino, kot sem ga jaz imel, je neponovljiv, ker zdaj so turisti, spet so pohodniki oziroma romarji, kot se jim radno reče, so spet nazaj na poti in spet... Se je šla kakšno drugo pot? Verjetno, Mislim, pazi, ampak že to smešno spanje, jaz recimo enkrat pa vidim, da je neko to prenočišče za romanje bilo kar odprto, saj na internetu, in jaz ga rezerviram prek interneta, in pa pridem tja, dobim SMS s kodo za vrata, vtipkam, grem not sobe in sami pogradi. Prazno vse. Vse prazno. Celo noč bi lahko plesal po pogradih. Res. In zjutraj zaprem vrata, pošljem SMS, hvala. Airbnb verjetno. Ne vem. Se to me ponovadi. Da niso na lokaciji. Tako, Niso, valjda. In potem sem slišen klink, ko so mi iz kreditne kartice pobrali v znesek in čao. Res, to je neponovljivo. Tako da, ne vem, je pa nekaj v tej... Vse to so že vedeli tudi že stari Grki, pa prej vsi so vedeli, zato so pa lovsko-nabiralniške skupnosti, mi smo se razvili v tem, da hodiš pa se pogovarjaš v principu, ali pa hodiš sam, in je nekaj v tem, da padeš not v to monotono v principu hojo. Kolesje tega. In nenadoma, nimaš več urnika sestanki, obveznosti. Pa je seveda lepo vprašanje potrošništva, ker parkrat sem začetku mislil, kaj pa če bi jaz to kupil, zdaj pa to nosil sabo tedne in tedne, nič nisem kupil. Ne. Tako da, in kaj je zanimivo? Zanimivo je tudi, kako ti
prostorsko predstavo spremeniti, ko v davne čase. Jaz tako enkrat, jaz sem res mogel prav iskati, kjeri hoteli so odprti, včasih sem spal tam, so neki šoferji, kamionov, pa svaštala. Ampak sem najdel zmeram nekaj, v glavnem. No. Ja. In tako jaz tam nek hotel odprt in jaz lepo prepešačem, tako, ne vem, 30 km ali kaj, jaz pridem v ta hotel, in tam receptorka in reče, osebni dokument, in jaz začnem brskati, pa že, pozabil sem ga, in on reče, kje pa ste bili prejšnji, kje pa ste bili, in jaz začnem, povem kraj. In ona reče, pa se jaz tam zraven stanujem, pa se sem vozim v službo, bom zjutraj jaz tam v hotelu vzela vašo osebno. Jaz se tako gledam, mislim, čakamo, kako, ona cel dan hodi v službo, ali kaj. In pa tako, avti obstajajo. In to, kar si ti cel dan hodil, je njo vzel. Ona jutranja možna na ših. Tako ti to spremenim, je tako smešno, tako fajn bi. Ja, res je. Kjera stvar, a lahko rečemo o tej žerjavci, teh regresijah, ali kaj si delal? Ja, regresija je pač neko hipnotično stanje, sej konc koncev sta tudi Freud pa ta, kaj je že bil, ki sta začela na začetku s hipnozom. Ne, to je bilo še prej, prva knjiga je Freud in še en, zdaj se ne spomnim, kdo, sorry. In sta dejansko začela, ker še prej bil pa Charcot in so začeli s hipnozo, pa so gotovili, da v principu se da to tudi drugačkaj vzrihtati, ne? Ampak obstaja kar nekaj teh terapij, bolj ali manj v narekovajih, ki temeljijo na tem, da ti greš sam ali pa mojster zraven gre v hipnotično, sprejemu hipnotično stanje in zdaj ti, mislim, kar se tiče, ne vem, prejšnjih življenj, jaz mislim, da sem bil v prejšnjem življenju. Je pa res, veš, da... Čakaj, kaj si rekel zdaj? Ne mislim, da sem šel v prejšnja življenja. Ne misliš, da si bil, da so obstajala? Jaz mislim, da ne. Ampak, veš, če ti greš v neko hipnotično stanje in potem vidiš sebe, da greš skozi maternico nazaj, in se rodiš v nekom prejšnjem življenju, dejansko tvoji možgani ustvarijo neko sliko, ki zelo temelji na tvojemu sedanjemu občutju. Seveda. Ker ne more biti drugačne. In to zna biti pomembno, da to sliko ti vidiš. Sej v knjigi opisan, kaj pa kako ne. To je ena stvar. Žerjavca je meni, zato se mi zdi zelo pomembna. Čakaj, ta regresija nič nisi... Ne, ugotovil sem, bila je prva stvar, ki sem naredil in gotovo sem, koliko slabo se zares počutim. No? Ker je bila una scena tak horror v biti. Okay. Druga, žerjavca se mi zdi zato pomembna, ker po en stran, tam je 800 stopinj, ti dvigneš nogo in valjda možgani ureščijo. Ne. In moraš to premagati. Ne? Kar je dobro pri kakšni odločitvi, ki jo sprejemaš, da rečeš, čakamo, če sem jaz takrat pohodil na žerjavca, bom pa zdaj to tudi naredil. In drugo je, ko se prvič zaveš tega peer pressure. Ne? Če bi sam hodil po žerjavce, nikoli ben ne bi hodil po žerjavce, ampak za ta bo čaka vrsta. No, kvaj zdaj, ajmo, paf, in te, okolica pritisne v nekaj, kar je tudi dobro vedeti. Prav začutiš, držiš uno nogo gor držiš in prav čutiš pritisk pričakovan okolice. Ko so doskrat jih omenila danes, taf, pričakovanje. Včasih je to dobro, včasih je to slabo, ne? Ja, ne vemo, ampak bolj je problem, da jih ne začutimo, da jih kar ponotranimo in mislimo, zdaj moram pa jaz to narediti. Je zanimiv ta trenutek, gre zdvignjena noga, vsi pričakujejo, da bo stopil, ne bi, paf, stopiš. Čakvamo še pa, meditaciji smo že govorili, tudi poznaš sam, nisi neki zagovornik, sem občutil parkrat meditacije, niti bila toliko. Ne, jaz jo delam večino dni, kar enih 20 minut na dan. Si prav naštimam budilko, uro odložim, mislim, vidiš koristi. Absolutno vidim koristi. Vidim koristi, tako, mogoče celo malo banalno vidim koristi, ampak zadnjič mi je enkrat zgolj, tam prijem na en urad in je bilo in pisali malca, pol ure malce. Jaz sem že In prija še par ljudi, in čisto norijo, ko zdaj malce, kam pa so šli, in se blazno razburijo, Jaz pa vdih, izdih, meditativno stanje, in čez pol ure je una gospa prišla,
In jaz sem bil kalma, v njih so pa pol ure so šimfali, veš, in država, in kva zdaj to, veš, in so bili čist polni adrenalina, čist so bili rdeči, pa se to ni dobro, zakva? A veš, meditacija je super, ker res objektivno nimaš kaj spremeniti, a veš, tam je bilo malca, pol ure, kva ne zdaj butam tam odprite, a veš. In to se meni zdi sprejemanje odgovornosti. Okay. Tukaj je največji link, ki ga jaz vidim, zato tudi veliko o tem govorim, o meditaciji, zato ker je prvi korak, zaznam realnost, takšna, kot je. Okay. Že tukaj si 90 ljudi. Težko je. Ampak že 90% ljudi ni nikoli v realnosti, ampak je v svojih idejah. Ja. Se pravi, tako kot je zdaj, primer, jezen sem, počutim se slabo, že to, da zaznaš, si nekaj naredil. Druga stvar, pa kaj se mi zdi, da dosti ljudi mogoče malo zatakne v tem procesu, je, zdaj pa hočem jaz razrešiti to stanje. Se pravi, jaz sem jezen, ni mi všeč, zdaj bom jaz meditacijo to razrešil. In tukaj jaz mislim, da je največji fuck up in nerazumevanje tega. Se pravi, kot jaz to vidim, je definiranje realnosti, potem pa sprejemanje realnosti. Takšno, kot je. Te dve stvari sta v bistvu skoriste. Okay. In zelo težke, oziroma težka in itak približne. Sej mi ne moramo, a veš, mi nismo razsvetljeni, a veš, sej razsvetljenost je točno to, da ti realno sprejemaš 100%. To je budistična razsvetljenost. 100% to pa ne pomeni 100% toleranca stvari. Ne. Tukaj smo imela midva, se mi zdi, da v tem pogovorju parkrat različno stvar. Jaz rečem, sprejmi realnost takšno, kot je, ti si pa slišal, toleriri realnost takšno, kot je. In jaz, to sta dve totalno različni stvari. Tle se jaz strinjam. Je pa res, da tudi v knjigi imamo opisan, na koncu med vsem prišlo, ki ti skozi govorijo, veš, sprejmi, vse bo minil. Klinc, včasih se je treba upreti, veš, ali pa zrihtati že svoje odnose. To je takrat realnost. To je takrat realnost. In spet lahko to sprejemaš. Ja, ampak velika modrost je, veš, da v življenju ugotoviš, kaj lahko spremeniš in česa ne. Veš, to, da je urad tam, gospa šla na malco, ne gre na malco, kva bom jaz, veš, tam butal pa se nerviral. Veš, tle je meditacija super. Veš, in čau. Oni so se tam nervirali. Deva zdaj tega fanta, ki je izologin hotel. Poglejva, če bi on definiral realnost, v slabem stanju sem, občutku pomankanja sem, dosti hitro bi prišli odgovori, zakaj tudi. Zato, ker greš analizirati realnost in to. Potem pa sprejmem to realnost takšno, kot je, in postaneš miren, avtomatsko se to zgodi, nič ne rabiš narediti. Že s tem, kad ti opazuješ to realnost, pa ko jo sprejmeš s srcem, si se pomiril. Ti se sploh ne rabiš pomiriti. Ampak če gremo iz tega stanja, sem da zaključim to nit, iz tega stanja bo on delal zelo boljše odločitve. To ne pomeni, da je on pasiven. Mene ljudje razumejo, pol si sprejmeš to in potem meditiraš in greš v jamo in je stvar zaključena. Ne, ti iz tega delaš odločitve. In ta odločitev sigurno ni, da greš prositi za 3000 evrov, ker je to iluzija. Greš nekaj produktivnega delati, ampak to lahko delaš sam iz tega stanja, ker si v ljubezni, v miru, tudi za druge ljudi. In ne gledaš samo nase. Razumem. In to je predpogoj. Buda je pa govoril o želji, ne? Veš, ti se moraš odreči nekih želja. Spet bi dodal nerealnih želja. Veš, če se vrnem k unemu filmu, ko una punčka gleda Wonder Woman, veš, zdaj pa je zletela pa atomske bombe okoli metala, to je absolutno nerealno. Ne? Sem ko pa ne otrok ve, veš, kaj je realno, kaj pa ne. To je najhujši problem. Ne, pa se Buda vse želje da v ta bazen. Trpljenje izhaja iz naših želja. Ja. Zdaj, a se lahko jaz odrečem željam? Ne. Ker jaz sploh ne obstaja. Jaz je skupaj, koga sva rekla. A je res Miha se odločil, da gre na Žerjavco? A se je kolektivna zavez za njim odločila, da gre Miha na Žerjavco? In ko to vidiš, mogoče lahko vidiš, da ta jaz sploh ne obstaja v tej obliki, kakor si vedno mislil, da obstaja. To je skozi neka spremenjajoča stvar. In tam želja še vedno obstaja. Ti nisi identificiran s tem. Ja, to je izjemno težko. Težko je željo ločiti od sebe. Veš, da bi pa zahoden človek lahko funkcioniral brez tega, da ima občutek
sebe, ne, a veš. Jaz sem za doktorat v neurologiji enkrat preštudiral, to je šokantno, ko se to posvetiš. Ne? Že razum ima itak vsaj pol sekunde zamika za čustvi in vsem tem. Veš, to so šokantna dejstva. Hkrati imamo pa totalno občutek, da imamo kontrolo, da vse obladamo, da rihtamo. To je seveda vse iluzija. Ne? Ampak po drugi strani nam pomaga preživeti, a veš. Ne? Sam preživeti kako? A dobro ali slabo? To je pa drugo vprašanje. Ne? Slabo, ne počutijo se ampak, dobro. A veš, počutimo se. Ne, a veš kaj, jaz tle bolj mislim, jaz počutim, recimo, imam, ne vem, hrano, stanovanje, osnovne potrebe po maslu imam zadovoljene. Počutim se pa zelo slabo. Zakaj? Ne? A veš? In tle prvi korak zmeram ločiti ponavadi želje naših staršev ali pa naše okolice od naših res pravih želja. Če so sploh še kje, se ponavadi so. Ne? A veš, to je bila velika razprava, sta se skregala v bistvu celo Freud in Jung. Ne? A veš, kaj Freud je rekel, po 50 plus starosti nima smisla, oni so gotovi, veš, možgani gotovi. Je že to rigidno? Ja, se izkazali pojde, ne, možgani se obnavljajo veš, cel življenje, tako da to ni, Freud ni imel prav. Jung se pa v bistvu sploh specializiral, a veš, na teh 50 plus, ki si reče, jaz sem cel življenje delal nekaj, verjetno zaradi želje, staršev sem bankir, ampak jaz bi pa rad, a veš, nekaj drugega, kako zdaj, ne, a veš. In to je zelo zanimivo, ne, a veš, ker jaz poznam en kup nesrečnih ljudi, a veš, v nekih poklicih, ki bi jih že davno zamenjali, ne? Ampak, a veš, če v Ameriki to lahko naredijo, in Amerika ta reinventing yourself zelo spodbuja, ne? Pri nas je pa to kar grozno, veš, da bi zdaj pa, a veš, ne? Zdaj pa spet, ne, smešno, bolj, ko gremo po Maslowovi lestvici, bolj rabimo to, da delamo družbeno koristna dela, bolj jih rabimo, da imamo koristen vpliv. Da imamo občutek, da smo dober del. Ja, a veš, pa, da vplivamo dobro na družbo. Ja, to je eno od dejstev psiholoških. Drugo dejstvo je pa ekonomsko. Bolj je, po vseh raziskavah, bolj je delo v zahodnem svetu koristno družbi, manj je plačano. Smetar. Jaz sem bil 3krat v Rimu in vsakič so štrajkali smetari. Smrad, smeti gazet. A veš? In smetar je slabo plačan. Čistilka, varuška. Pazi, osnovno programiranje možganov človeških se izvedbe v prvih 5 letih. Torej bomo tja dali denarja, kolikor je treba, ker tle pa hočemo, to je pa pomembno. A veš? Ne. Med najslabš plačanimi poklici. In tako naprej. To, kar lahko ti pošljem raziskave. To, kar najbolj je pomembno, najmanj plačujemo. Za skupnost najmanj plačujemo. Aha, zanimivo. Ja. Se klej verjetno nek tak ponudba povpraševanje, ne? Zdaj, če mi cenimo eno stvar, bomo veliko dali, ampak če je preveč ponudbe, potem se bo cena šla dol. Ja, se je rekel, ni smetarjev. Ja. Kaj je treba narediti? Treba dvigniti plače. To je New York naredil. Smetarji so štrajkali enkrat, od zdaj imajo... No, sej, to je ponavadi, ker ti rabiš eno stvar in če je nimaš, si pripravljen plačati več, ker jo boš dobil pol, ne? Vem, spet imaš realno okoliščine globaliziranega sveta, ali plačaš več, ali pa uvozaš iz neke, revne države ljudi, da bodo to delali, ali? Ne? To so pa eksternalije našega nepopolnega kapitalističnega sistema. Ja, mislim, kvat ne rečem. Ampak daj, ta nasprotje, ne, v človeku je torej ugrajena želja, da bi delal za skupno dobro, ne, hkrati pa ve, da pa zato navplačan, če gre delati za skupno dobro. In zato, pazi, budistični te učitelji, ki te imajo na meditacijah, je pogoj, da so toliko premožni, da delajo za ston, ne? A veš? Seveda. Ker delajo za skupno dobro. Klej je mogoče ful zanimiva ta filozofija ali pa gibanje, učinkoviti altruizem, ne vem, če ga poznaš, efektiv altruizem, to je iz Oxforda izvira. Tam imajo pa tako filozofijo, ne? Ti v bistvu pejt v nek poklic, ki bo zelo dobro plačan, pa magari to na Wall Streetu, in potem se ti s tem presežkom kapitala in prihodkov, ki imaš, daš v najbolj učinkovite dobrodelne organizacije. Ne. In tako boš naredil mogoče 10,000-krat več kot en, ki je čist po občutku šel, jaz hočem dobro delati in bom, ne vem, svojim delom vsak dan v, ne vem, razumem te, ne se je dobra teorija. Ker omejen si s časom. Ja.
Strinjam se, je pa tudi nekaj drugega res, ne? Ker so kar nekaj raziskav so delali, katera šola je najboljša, kaj mora imeti dobra šola, a ne? A veš. In pa so gledali blazno te akademike, pa Nobelovce, pa vse to so gledali, ne? V kakšnih šolah so bili, ne? Ne? In potem to niso njih ful veliko razbobnali, ne? Ker tem blazno dragim šolam rezultati ne kažejo dobro. In odgovor je zelo enostaven. V principu ni prav važen, kakšna je šola. Važno je pa, da je ta človek zelo mlad, ta bodoči Nobelovec, srečal mentorja, učitelja, ki je vzpostavil z njim odnos, da ga je navdušil za to. It's so easy. Lahko je bil geto, lahko je bil Harvard, tam je mogel biti človek. Veš? Ja, to je zelo res, pa tu so že večkrat prišla do te tematike mentorstva. Ne? Kako ti vidiš, a si kaj razmišljal, kako bi v družbi to lahko transformirali, kako bi lahko to zgledali, da bi to vse te ljudi, recimo otroke ali pa najstnike, ki nimajo nekak tega guidanca, vodstva, ker ga doma ne dobijo, ne dobijo ga v šoli. To sploh ne. Ja. Potem ga pa dobijo na YouTubeu z nekim influencerjem. Ja, tako. In govori neke gluposti in mulco se zdi, stari. To bom jaz tudi počel, ker je easy, ne. A veš, ne. In ja, nekaj raziskava, če le omenim, Anglija sicer se mi zdi, veš, da mislim, da 60% mladih pričakuje, da bodo neverjetno bogati še preden dopolnijo 30 let. Ne. 60% ljudi pričakuje, da bo v top 1%. Recimo. Ja, tako je, kar je norost. In na vprašanje, ko bodo pa tako bogati ratali, pa ne vejo točno, ampak neko influencerstvo se bo zgodilo ali nekje, a veš, TikTok, YouTube, nekaj se bo zgodilo in oni bodo. Ne. A veš, kar napoveduje dobo hudega, še hujšega razočaranja. Ne. A veš, ker ne more biti 60% v enem postu. A veš. In tudi neke nerealne želje. Ne. Sej, a veš, a si pa bolj srečen, če se afnaš po TikToku? Ne vem, po moje ne, ali sem pa prestar za to, jaz ne vem, a veš, v resnici ne. Ma neč nič srečen, zadovoljen, veš, v principu. Ne. Tako da, to je res velik problem teh zgledov. Jaz, recimo, moje hčerki sta odrasli, a veš, in sem nekako spremljal, ko sta se šolale, a veš, kako je sploh osnovna šola, kako so učitelji porivali od sebe to odgovornost, a veš, nenadoma, a veš, grejo otroci na izlet, kjer starš bi šel zraven, da malo jih popas. Ne nenadoma starši pazimo otroke na izletu, pa zdaj imajo seminarsko, kjer starš bo kaj a veš, in nenadoma, a veš, ker pa starš enkrat ti naredi nalogo, pa nariše seminarsko, pa dobiš slabo oceno, pa čist nori, a veš, pa seveda z pravniki, pa odvetniki tam leta po šoli, ne, a veš, norost, ne. In tako, a veš, je spet to na lažji način, dajmo odriniti odgovornost od sebe, ne, a veš, pa bo, ne, ampak mi se vedno, a veš, mi imamo zrcalne nevrone v možganih zlih zato, da se skozi zgledi se ukvarjamo. Mi se ukvarjamo z zgledi na dva načina. Mi dva zdaj v bistvu govoriva sam skozi o enem načinu, pa je narobe, ker pol reževa preč. Mi dva govoriva o zgledu, ki jaz pogledam tebe in reče, hočem imeti tak mikrofon kao on. Heca se. A veš, rečem, hočem biti tak kao on, ali pa ona, se ni važno. Ampak imaš pa tudi kontra učink, ki se pa reče šizmogenezi, se ni važno, ki pa ti rečeš, tak pa nočem biti kao on. A veš, in to so te odločitve, ki skozi padajo, a veš, v življenju. Tak hočem biti, tak nočem biti. A veš, in to te vodi v bistvu po odločitvah. In tako izoblikuješ ta self, ne, a veš, hočem biti tak, se mogoče enkolno dosežeš, pa ni važen, a veš, hočem biti tak pa nočem biti, a veš. In meni to zanimivo, jaz ne vem, a veš, tako star, kaj pa jaz vem, ampak en mulc tam gleda enega, ki se tam afna in zdaj, a on vidi tam res tega človeka ali vidi sam to, da je pa tam milijon followerjev, a veš. In pa ni nujno, da je ta človek zgled, mogoče samo na številka zgled. Tam ima milijon sledilcev, tudi jaz hočem milijon sledilcev, a veš? Ja, ali pa nek konstrukt, neka ideja v njegovi glavi, kakšno življenje ta influencer živi. Ne? Sej mi v bistvu nimamo vseh informacij, ko nekoga gledamo, pogledam Brad Pitta, pa rečem, jaz bi rad bil Brad Pitt, gledam pač, kako zgleda, verjetno dobi full punt, mislim, že zaradi tega, ker je znana, pa full ma keša. Ja, in to bi jaz tudi. To je moja ideja. Kdo ne bi, ne? Ja.
On je imel izjemne probleme z tableti, s painkillerji, z alkoholom. Nočeš tega. Mislim, res nočeš tega. Ja, veš kaj je smešno, ne? Smešno je, pa hkrati neverjetno žalostno. Enkrat pogledaj, kdaj podatke, sploh grafije so fascinantni. Ko so gledali ljudi, ko so recimo ratali hromi na vozičkih, pa tetraplegiki, pa ne vem kaj. Ne? In gledali so ljudi, ki so zadeli na loto blazne narje. A veš? In najbolj neverjetno je, da je stopnja zadovoljstva se po 2-3 letih izenačila pri obeh. Ja. Se jaz svetujem vsem, dajmo zadeti na loto, v rajku, ker smo tam, a veš, invalidi. Ampak je neverjetno. Padla je, to je mogoče se pomembno izpostaviti, stopnja zadovoljstva je padla na stanje pred dogodkom. Na baseline, ja, se to ti govorim. Pred tem, ko sem ratal invalid, ali pa pred tem, ko sem dovolj. In zdaj, a veš, koliko sem, ne? In če je človek zdaj le nesrečen, ne? In nenadoma rata blazen influencer, bo čez nekaj časa se vrnil na baseline. Pa bo še teže, ker bo videl, da nima več nebes obljubljenih, a veš. Mislil je, da je prišel v nebesa, pa ni, ne? In zato je fajn stvari malo prej zrihtati, no, a veš, na razne za stik z realnostjo, psihoterapija, ne vem, karkoli ti pomaga, da malo prej zrihtaš, pa pazi, to je nek članek, se spomnim, ki šel računati, če kdo pa v Sunday Timesu, veš, in za te prve angleške rock zvezde, ne, a veš, je bila možnost preživetja, dobesedno, nekako tako kot pri Stalingradu za vojake, ne. A veš, ker nenadoma... Tak lifestyle, ja. Ja, tam rana 60, rock and roll in zdaj on zvezda in punce in droge in klanka, veš, umirali so, mislim, res kasnopje so pa... Overdozi, ne? Ja, overdozi, avtomobilske nesreče, pijan je vozil, tam se je zaletel, padel dol, a veš, skozi okno se je izvrnil pijan na zabavi, a veš, mrtvih ful, ne, a veš, ker nismo navajeni tega, ne, a veš, valjda bi vse radi, dej, ne, tako sem jaz ta čaj prek, dej, ne, ampak, a veš, ne. Ja, jaz mislim, to, kar si rekel, imeti ali pa biti, ne, jaz ta biti razumem kot biti to, kar si zdaj. In tukaj je... Jaz pa to razumem kot potovanje. No, jaz mislim, da je to biti nekaj, kar nisem, je avtomatsko trpljenje. To pa se strinjam. Ja. Ker imam konflikt znotraj sebe. Nisem tam, kjer si želim biti. Ampak dobro občutek daje pa, da si na poti tja, kamor si želiš biti. Ja, veš. Mislim... Ja, še boljši občutek je pa, ko ne rabiš nikamor iti in si tam, kjer si. Vem, a pa je to dosegljivo, ok, zdaj so spet prbudi. A si bil, ko si ayahuasko popil, pa si rekel DMT? Ja, ta vesolje. Vesolje si umiren. Ja, in nobene želje in ničesar in perfekt. No, moja ideja je, kar spet je, ni to realnost, ne, da je to stanje mogoče v vsakdanjem življenju. Ja, samo v knjigi, v moji knjigi, pač osebno imaš nek avtobiografski odlomek, ker jaz po ayahuaski, se pravi po DMT-ju, po urejenem totalnem vesolju, grem na služben sestanek in je razpravo o EBITDA, CBD, ali kva v te kratice. Ne. Jaz skozi razmišljam, ne. Pa v svet je bil ta prav. Tole je čist nekaj zblojen, kva je zdaj to važno, 5-letni plan pa to. Ampak spet greš nekam, kjer nisi. Ti si bil takrat na sestanku. Ja, in ti si sanjaru o nečemu... Spomnil sem se une totalne urejenosti in harmonije, ki je bila perfektna, veš. In boljši ti je bil, ne? Ja, valjda je bil boljši. Ampak veš, kaj je najbolj smešno? Tukaj se skriva trpljenje, ne? A strinjam se, ampak pazi, ta DMT je zelo podobno, se mi zdi, dopaminu ali komu in se dejansko veže na iste receptorje, ne? In ga je veliko v naravi, DMT je veliko v naravi, kar pomeni, da so nedvomno v davnini obstajali praljudje ali pa celo ljudje ali pa bitja, ki so vezali DMT sam po sebi. Ampak če so bila srečna in zadovoljna, so imela manjše šanse za preživetje. Ne? Ja, absolutno. Ker evolucija ljubi nesrečo. Ja, to je... A če vas končati s to plemenito misli. To je zelo dobro, sem isto začutil, ja. Ful ti hvala za ta obisk, meni je bilo izredno zabavno. Meni je bilo fajn, tudi fajn je bilo ne strinjati se s tabo. Enako. Boš povedal, kje lahko tole kupijo knjigo? Knjiga je
Tle se moram pohvaliti, predvsem pa moram pohvaliti Nino Gaspari. Devajo pohvaliti, ker ta marketinška akcija je bila fenomenalna. Izjemno, In je v bistvu bilo v prednaročilu na spletni strani založbe Goga prodanih toliko izvodov, da so mogli že uponati. Tako da knjiga... Lahko povedo, koliko je to številka? Ne, bom molčal, no, ker ne vem, zdaj, če je založbi v redu ali ne, tako da ne bi šel v to. Ampak tako da knjiga je zdaj pač v knjigarnah ali pa spletna stran založbe Goga. No. Ok, bo polinkala spodaj. Ja, lepo prosim. Kaj pa jaz vem? No, na nek način, se pravim, je tako res mislim, moje poročilo o tem, ko sem rešil to zataknjenost iz otroštva in moje poročilo je mnenje o odnosih in koliko so odnosi pomembni, res. Super, podcast imaš tudi? Tudi, ja, isto se imenuje osebno. Ok, prav, bo vse polinkala, ful ti hvala, pa upam, da še kdaj to naredimo. Ok, hvala tebi. Uživaj, čau. Čau.